Kaj je dobra stena. A bo to šlo? Ma ja, peva, to čista uživancija. Ko mi čakam. Živijo, moje ime je Miha in vi poslušate podcast V steni. Podcast Planinske zveze Slovenije. Skupaj z gosti se bomo podali na različne plezalne in gorske pustolovščine, podoživljali in delili močne in pristne zgodbe. Zdaj pa prvešte se na vrv, dvojno se preverite in stopite z nami v steno. Čaka vas avantura. S hribi se je srečal v otroštvu. Pri 30 je začel plezati. Postal je alpinist, veliko je plezal poleti in pozimi. Zlasti ga je pritegnilo ledno plezanje. Preplezal je številne, zahtevne zaledenele slapove in kombinirane smeri. Plezal je širom Evrope, v Južni Ameriki, v Afriki in v Aziji. Udeleževal se je tudi tekem lednega plezanja, katere je tudi sam začel prirejati. Postal je tudi mednarodni sodnik tekmovalnega lednega plezanja. Kot otroka so ga zanimali tehnologija, zlasti elektroinženiring. V osnovni šoli je na primer izdeloval rakete, pri 16 je naredil motorno kolo na etanol. Že v 80 je razvijal prvo idejo o električnem vozilu. Študiral je na strojni fakulteti, mehansko inženirstvo. Leta 1981 se je poročil z Jasno, svojo dolgoletno življenjsko, plezalno in tudi poslovno sopotnico. Skupaj imata dve hčeri, Majo in Julijo. Svojo inovatorsko žilico je združil s poslovno idejo in ustanovil ter vodil uspešno podjetje, povezano z mobilnostjo. 2006 je predelal prvi avto v električnega. Od takrat so sledile še številne predelave avtomobilov v električne prototipe. 2012 sta z Jasno ustanovila Inštitut Metron, namenjen trajnostni mobilnosti in iskanju inovativnih rešitev na področju energetike. Je eden največjih strokovnjakov na tem področju v Sloveniji in za svoje delo ter dosežke je prejel številna priznanja. Danes se v podjetju ukvarjajo primarno s postavljanjem avtomobilskih električnih polnilnic. Andrej se je tudi udeleževal rallijev električnih avtomobilov s svojimi vozili. Leta 2013 je zmagal na ralliju Monte Carlo. 2015 je dosegel neuradni svetovni rekord s svojim električnim avtomobilom, saj sta z Jasno prevozila 826 km z enim polnjenjem baterije avtomobila. Kljub bogati strokovni in poslovni karieri pa so gore in plezanje vseskozi pomemben del njegovega življenja. Z nami v tokratni epizodi pionir elektromobilnosti v Sloveniji, resnični ambasador trajnostnega razvoja, goram in družini predani, inovatorski, vizionarski Andrej Pečjak. Živijo, Andrej. Živijo. Kako si kaj? V redu. A si se pripeljal v Ljubljano z kakšnim svojim avtom ali s Teslo? Moram priznati, da s Teslo. S Teslo. Ja. Nedavno tega si v tekmi v Kopru, ko smo spremljali naše tekmovalce v športnem plezanju, po tekmi rekel en tak zelo poveden stavek v kontekstu tistega pogovora, in sicer, da se z elektriko ukvarja zato, ker je globalno segrevanje uničilo ledno plezanje. In daj mi povej na kratko majčkeno temu stavku. Ni čisto tako, ampak je nekaj resnice o tem, no? Da v bistvu mene klimatske spremembe niso zelo zanimale tam do 90 let, ko so postale malo bolj očitne. Ne bom rekel, da sem se začel boriti za to, da bi nekako ustavili te klimatske spremembe zaradi lednega plezanja, ampak me je mogoče ledno plezanje odprlo oči, ker je bilo to je bil prvi znak, da se nekaj dogaja. Recimo, sneg pada tudi, ko je malo nad nulo, ne, lahko sneži. Medtem ko za kvalitetno ledno plezanje pa potrebuješ teden, bolj 14 dni, 3 tedne konstantnega mraza. Prav, da je to pod ničlo. In ta konstantni mraz je v recimo Zgornjesavski dolini zginil konec 90 let. Se je začel redke pojavljati. Najprej je bilo to izjemno leto, če ni bilo takega mraza, potem so pa to postala redna leta. In ker sva si Jasno beležila dnevnik, malo v tem dnevniku zapisano, da sva na začetku ledno lahko plezala praktično 90 dni v Sloveniji,
pri tem, da tisti prvi ledni vzponi, pa zadnji so bili malo višje gor, vmes pa v nižinskem delu severne in severozahodne Slovenije. Zdaj pa recimo, če imamo 14 dni ledu, rečemo, da je dobra sezona. In to je tako zelo veličastna razlika. Da ne rečem, da sem tudi pol na odpravah ugotovil, da tam, kjer bi moral biti led, je bil, ne vem, črn premog, razbita skala, da so se ledeniki izpustili in to v neke neznanske nižine, pa to ne samo v Alpah, tudi v Južni Ameriki, in da vidiš, da se nekaj dogaja. In seveda je logično, da če ti kuraš vse dinozaure in ves fosilni gos, ki je nastal v 250 milijonih let, da ta toplota in ta energija nekam mora iti, in to gre v ozračje. Ampak z gorami si se pa srečal ti kdaj, pa s plezanjem? Dajva se mačkin vrniti. Z gorami sem se srečal kot mulc, ker jasno, ne, tako kot vse pravoverne slovenske družine, smo tudi mi hodili v hribe. Ja. Tako sem bil že pri 10 letih na Triglavu, samo plezali pa nismo. Ne. Zame je bilo plezanje recimo, tista edina ferata, ki smo imeli, je bila na Grmado, Šmrnogorsko, ne, in tam to je bilo recimo meni plezanje. Na Turancu, ja. S plezanjem sva se pa jasno srečala kasneje. In sicer, ko sva imela 2 hčerke še v Planicah, sva imela tudi firmo, bila sva malo dislocirana tam na Češnici, in da se nama ni zmešalo, sva občasno rabila varstvo. In prva varuška, ki sva jo dobila, je bila ena študentka, ki je bila slučajno alpinistka, Nataša Leban. In ona naj jo pa zelo hitro spravila v alpinizem, ne, tako je rekla, to je treba nekaj narediti, morata se premigati, ker je bila alpinistka, takrat se je glih odpravljala na odpravo v Peru, je rabila denar, zato je bila kar cele dneve pri nas in je pol tudi zorganizirala, sem jaz šel z enim alpinističnim inštruktorjem plezat, sicer najprej slovensko, pa tole jeseniš, smer pastirja Jozla v Šitovi glavi, nad Vršičem, ja. Seveda sem šel v Supergah, in na Supergo sem vmes zgubil, ki mi je v Počinotu ostala. Ampak drugače je bilo pa dobro, ne. In on me je pol navdahnil, v bistvu je rekel, da sem jaz to usposobljen že kar kogarkoli pelati v stene, ker sem toliko dober, ne. Seveda sem pelal jasno, pa smo imeli eno dramo, se je na srečo srečno zaključila. Potem je bilo pa še nekaj dogodkov, no, ki so naju spravili bolj v to plezanje. Ampak kaj ona vama je pripovedovala o plezanju? Oziroma vidva sta prej samo hodila, planinarila? Ja, ona je... Hodila sama na sprehode? Ne, sva planinarila, ja. Kako jo je nakurla? Nama je bilo nekako dolgčas, tiste planinske poti so nama bile dolgočasne. Tudi če je bilo vmes par klinov pa zajel, nam je bilo to skrajno dolgočasno. Pa ona, ne vem, enkrat dneva vem, da sem rekel, da me boli hrbet. Itak, da me je kar nakurla, da to morava midva nekaj s sabo narediti, zakaj ne greva plezat. Polna je tudi, z njo sva šla tudi na Großglockner, tudi tako rahlo slabo pripravljena, ampak fizično sva bila kar premočene, tako da ni bilo nekih teh šokov. Mava pa eno tako liso v najnem alpinizmu, ne? Sicer nikoli nisva naredila alpinistične šole. Sva sicer kvalificirana alpinista, ampak nikoli nisva hodila v alpinistično šolo. Tako? Midva sva začela kot starejša pripravnika. Okay. Ja, a doma, ne, še predno se je to zgodilo, torej še predno si sploh jasno spoznal, torej tvojo, njo verjetno velikrat omenila, ker je zelo pomemben del tebe, ampak doma si rekel, ne, na Triglav, torej doma ste v primarni družini, je bilo planinstvo, kaj, tako občasna stvar, ali je bilo zgolj tisto, kot ta pravi Slovenci moramo iti na Triglav? Ne, bila je občasna stvar, ne, saj sem hodil z očetom. Bolj z očetom, čeprav je bila mama tudi divja planinka, predno sem se jaz trudil, ampak z očetom sem kar nekaj hodil, ne vem, rad je hodil na Ratitavc, pa tak, sva hodila po hribih. Ni bilo samo zdaj treba, ker pač mora vsak Slovenc na Triglav, ampak ni bilo pa, ne vem, niso bili pa hribi vsak vikend, tudi slučajno ne. Tako, avgusta se je ponavadi hodilo v hribe pri nas. Ja. In ta prva pot, ne, prvi vzpon na Triglav, takrat je meni to seveda ogromno pomenilo, ne, tak mulček pa da gre na Triglav, in potem sem jaz prišel na Triglav, ampak sem cvetel samo en dan med sosedovimi mulci. Ja.
Zato, ker je istočasno šel na Triglav tudi soseda Brane. Aha, Pa ko on je šel iz Krederce, mene so pa iz Planike pelali. vešno. In to je odplavalo vso tisto slavo, ves tisti ponos. Ker jasno, ne, pot iz Krederce je precej bolj zahtevna kot iz Planike. težje. Tako da že takrat sem mal dobil odpor do lahkih poti. In se je takoj neka hierarhija, kaj je Takoj. Na dvorišču se je vedel, ne, tisti, ki je šel iz Krederce, tisti je ta prav. Tisti, ki je šel iz Planike, se pa boji. In kako so pa vsi ostali, ki pa sploh niso šli na Triglav, odreagirali? Ja, vedno je tako, ne, da prvi je prvi, drugi je zadnji. Okay. Kako sta pa prišla do alpinističnega odseka v Domžalah? To je pa tudi zgodba. Midva sva potem začela sama plezati po tistih 2 vzponih z inštruktorjem in bi rekli se, ne, sva bila sama sebi kar nevarna. Takrat tega sicer nisva vedela, ampak danes to gledam z drugimi očmi. No. Imela sva pa malo sreče, nikoli se nama ni nič zgodilo. Ampak ta ista Nataša je rekla, da tako ne gre, ne, da bi midva morala iti v kakšen planinski odsek. Pa naj jo pa peljala v Papisport, da si nabava malo opreme. In tam sva spoznala Silvota, Karota, ki ga je Nataša tudi poznala. In on je hitro ugotovil, da je to, kar počneva, rahlo nevarno in je rekel, da naj jo bo upisal na alpinistični odsek Domžale. Midva sva pa seveda, ker sva imela blazno malo časa, veš, če imaš ti firmo pa otroke, pa hoče se še športom ukvarjati, ves čas manjka časa. Sva takoj povedala, da alpinistična šola ne pride v poštev. Vse sva se prej že pozanimala v nama bližnjih ferajnih, to je Radovljica, Tržič, Kranj, ki so oddaljeni sam dobrih 10 km, ampak vsi so za pogoj postavili, da treba iti najprej v alpinistično šolo. Silva je pa preko svojega neznanskega vpliva nekako zrihtal, da sva midva takoj postala starejša pripravnika. In seveda sva zato izbrala alpinistični odsek Domžale. In tako sva pristala v Domžalah. To je tista skrivnost, kaj midva počneva v AO Domžale. Super, oziroma, da vam je uspelo. V bližnjicah danes ne smemo preveč govoriti, oziroma jih ne odobravamo, ne? Ker imajo svojo logiko. Takrat je bilo to praktično Mission Impossible. Takrat si predstavljam, je bila ta hierarhija zelo močna. Kjera leta so to? Kdaj je to bilo? Konec 80-ih. Konec 80-ih, Ja. okej. Se pravi, takrat še ni bilo tako striktno, oziroma kakšna bližnjica je bila še dovoljena. V bistvu ni bila, ne. To je bilo nekaj nezaslišanega, da si ti kar preskočil nekaj. Kako pa je pol potekala vajna nadaljna pot znotraj odseka? A sta takoj postale recimo del te ferajnovske družbe, bande, da ne rečem? Ferajnovska banda je malo postran gledala na najo. Ne. Seveda jim to nekako se jim je zdelo, da to ni v redu, da ne dobijo take privilegije. In sva postala tako zvana dopisna člana. Prihajala sva na zaključek, pa vmes kdaj na kakšno turo. Rečemo, 2-3 let sva se prikazala nič večkrat. To je bilo prvih 10 let. Je se pa v tem času zgodil en pomemben dogodek. Namreč te naši vrhunski alpinisti so pripravljali silvestrovanje, ki ga je organiziral Slav Cvetičič, ki pa je tisti dan, ko bi moralo to silvestrovanje biti za Silvestrovo nekam zginil, ker se je odločil, da bo šel ta čas svoj bivak. In je to silvestrovanje pri njemu odpadlo. In ker sva midva imela varstvo pri najinih starših za hčerki, sva midva svojo hišo ponudila. Ne. In takrat je ta elita slovenskega alpinizma prišla k nama. In takrat sem tudi prvič srečal Pavleta Kozjaka, ki je pol zelo ključno vplival na moje naslednje leta alpinizma. Takrat je prišel na frišno poškodovan iz Šiša Pankme, tako da je šepal, bi videl bolj kot invalid, kot pa vrhunski alpinist. Imeli smo tisto žurko, bilo je super, frišani tison je bil polit z rdečim vinom, bilo je divje, ampak res smo se imeli dobro. No. Predvsem se je pa potem začelo naše prijateljstvo z Pavletom. Ja. Pavle je pa takrat bil v dokaj slabem stanju in več kot kakšne 3-4 ni mogel splezati. Seveda je hotel pa nazaj v kondicijo priti, moral biti tudi na vrvi in po mojemu je bilo, ne vem, vsaj mislim si, če bi zdaj jaz pogledal, da bi bil jaz v takem položaju, bi mi bilo malo neroden, ne, na ferajn priti, pa da tam neke 2 plezam, pa 3. In on je v meni najdel nekoga, ki bi ga lahko v tem času spremljal, da on nazaj pride v svojo formo. Ne.
ker drugače se sigurno vrhunski alpinist enega tacga nadutega zelenca, ko sem bil takrat jaz, ne bi odločil. Ne. Ampak tako se je začelo najno skupno plezanje. Je pa to bilo torej pol leto 89-90. Ja, in potem tam do leta 2000 sva, to moj, mislim, največkratni soplezalec je bil ravno Pavle, poleg Jasne. To je bil kar dober mentor, ne? Ja, odličen mentor. Je pa res, ne, da ob temu, da nisva hodila na alpinistično šolo, da je bil najn mentor Pavle in da sva pol konc 90-ih začela plezati z enim francoskim parom, zelo velik, je najn stil plezanja bil zelo drugačen, kot ga je predvidela slovenska alpinistična šola. Ne. Predvsem smo je bil poudarek na hitrosti, recimo midva sva že takoj od začetka uporabljala popkovino, ki zdaj je marsikdo uporablja, ne. Takrat je bilo pa to no-go, če so te videli s popkovino in kar živčenega so fasali. Veliko takih stvari, način, kako, predvsem zaradi hitrosti, kako si štant naredil, kako si šel naprej, je bil nekako po tistih tedanjih normah naše alpinistične šole, kar malo nevzdržen. Tako da sva imela pol leta 2001, sva se odločila, da greva na izpit. V bistvu bi morala že 91 iti, ampak potem, ne vem zakaj, že nisva šla. Potem sva se morala pa res kar precej učiti, da sva lahko tisti izpit naredila, je bilo kar hudo. Ok, to je pa pohvalno, da sta se vseeno odločila in stvari... V bistvu so naj na Ferajnu prepričali. Midva sva konc 90-ih, pa tam okoli leta 2000. V bistvu pa je bil nasleden dogodek, ki je bil tudi divje vplival na najin alpinizem, ker midva alpinizem do leta, ne vem, 98, 97 je bil ena sprostitev. Mina sem imela tam okoli 20 vzponov na leto alpinističnih in predvsem naj bi bil alpinizem v sprostitev, da sva lažje živela, sva plezala. Pa sva pa firmo prodala. Pa hčeri sta postali že dosti veliki, da jo ni bilo treba glih čuvati. In potem se je to spremenilo, ampak to drastično, da sva midva začela živeti za alpinizem. Ni bil alpinizem zato, da bi nama pomagal živeti, ampak sva midva živela izključno za alpinizem. In sva imela približno po 100 vzponov na leto vsak. Wow. Ves čas sva bila v steni, razen tisti čas, ko sva, ne vem, pa še po telovadnici bila. Takrat sva se tudi umetno steno doma zgradila, pa telovadnico. Ne? Ja. Takrat so se zadeve zelo spremenile. Seveda, to je bilo konc 90. Ja, 98 sva prodala firmo, pa v bistvu od leta 99, ko nama ni bilo več treba delati v tisti firmi, sva pa v bistvu samo še plezala. Do takrat, ko je par Jasni izbruhnila ta ključno bolezen, pa sva potem malo bremzo potegnila ali pa bi rekla, ustavila konje. Se je življenje malo zapelo v drugo smer takrat. In takrat sva tudi ratala zelo aktivno na Ferajnu. In seveda, če si aktiven na Ferajnu, vem, da v nekem trenutku sva imela tretjino vzponov Ferajna. Pa se pa, statistika je bila čudna, starejši pripravniki so imeli največ vzponov. In naj v bistvu tedajni načelnik Benko naj je prepričal, da je res treba iti na izpit, pa sva rekla, se nama to ne da učiti in pa se je on vozil k nama na Češenco naj učiti. Zato, sta imela privat ure na domu. Imela sva privat ure na domu, ja, je rekel, da je pač, vse naj jo nekako naj jo je prepričal, no, bolj bi rekel z dobro voljo, ne na grdo, zelo na lepo, ker jaz sem rekel, da če bom jaz alpinist, pa sem še odgovoren, če z nekom nekam grem, ki ni alpinist, ne, če pa nisi alpinist, pa nisi odgovoren, je pa to naključna druščina. Ampak me nekako prepričal, je to dobro in sem tudi vesel in ponosen, da sva res šla na tisti izpit. Ja. In da sva ga naredila prvo. In tudi prav je tako. In tudi prav je tako, ja. In v bistvu ni bilo prav, da sva špricala tisto šolo, da nisva šla v alpinistično šolo. Potem sva se midva po letu 2000 od ful vključila v šolo, v postopek šole na Ferajnu. In zdaj vidim, da te šole neverjetno veliko dajo. Tega ni nikjer na svetu, je v Koreji še, Južni Koreji, ampak drugače, redko kje imaš te alpinistične šole. In tega ne moreš primerjati z nekimi 3-dnevnimi, tedenskimi tečaji. To je res ena kompleksna izobrazba, ki zmanjša verjetnost, da bo prišlo do kakšne nesreče. Ja. Izključati jo ne moreš, ker je to pač nevaren šport. Je pa res, v nekem obdobju vmes to najni zaposleni in hčeri nama prišli povedati, da morava eno stvar odpustiti, da se ne morava voziti z motorji in še zganjati alpinizma, kje za Boga sta dubla dve tako nevarni zadevi. Tako da sem pol motor prodala. Ok. Da bi pa cepin obesil na klin, kakor se reče, ali pa motor, je bila odločitev lahka? Bil je en trenutek, potem, ko se je Johan ubil, ko sva mal iskala drugi šport. Ja.
Ampak smo pol po enem mesecu obupala, pa spet šla nazaj v alpinizem. To je bilo pa Pač tudi- tveganje vzameš v zakup. Johan Janez Jeglič, Ja. ki je na Nupceju Nupceju, ja. z vrha padel Ja, v globino. grebena. Daj mi pa povej, kako, če se spomniš, sta se pa navdušila tako za ledno plezanje, ker videla sta bila zelo, ne, saj sta še, ker sta lahko danes, ne, v tem bova še, ampak kako sta se tako navdušila za ledno plezanje? To je tudi pač na nek način zelo logično. Kot prvo, Pavle je vedno rad imel cepine v roki. Ja. Tako da že takoj s Pavletom sva seveda zarila v led. To je bila že ta prva stvar. Drugo, kar je pa bilo, je pa en stavek, ki mi ga enkrat Silvo rekel, ko sva bila v tistem, mislim, to je bila ena prvih umetnih sten v Domžalah. Me je gledal, kako plezam, pa je rekel: Andrej, kako si ti močen? Jaz sem kar zacvetel. Je rekel: pa kako slabo plezam. Naslednji del stavka. Sem bil zmeraj močen in si pač izkoriščal tisto moč, Ja. potem malo zanemaraš tehniko. Ne? In ko so pa enkrat, ne vem, ko imaš pa 3 težke raztežaje, pa vidiš, da tista moč ni dovolj. Tako da v skali sem imel sploh na začetku malo problema. Zdaj v bistvu, ko sem starejši, pa imam malo manj moči, sem mogoče bolj grem na tehniko, pa vem pač tudi pomen športnega plezanja. Takrat smo to alpinisti rekli, to je za frikote, ne? Mi smo alpinisti. Brez veze, ne? Brez veze, ja. In v ledu se je takrat bolj razbijal kot danes. Ne? Ti si sekal pot skozi slab. Ja. In tisti meni zelo ustrezal. Sem pač To je pa moč prav lomastil. prišla. Ne? Mi je moč zelo prav prišla. Ja. Potem je pa tam leta 96, ko je bila tekma v Kurševelu in se je Johan začel jasno pripravljati na to, da bi šla na kot neko svetovno prvenstvo. In sta Jasna in Johan 2-krat na teden hodila trenirati v lednem plezanju. Potem je sledil šok, ko smo šli v Bohinj, ker se je tam pod Skalco pripravljala tekma in so bili taki ledni previsi, luknje so bile. Ne? In sem jaz pač kljub svoji silni moči tam zgrmel, s kupom ledu zgrmel dol, ker je bil pa 50-metrski slab, ne, se je pa 100-metrska vrv se je zelo nategnila, tako da sem z ritjo še dol v tla nažgal. Takrat sem, Jasna je pa kar češla, ne? Takrat sem jaz nekaj uštekal, da ni plezanje samo moč, oziroma da sama surova moč tudi pri lednem plezanju, da so minili časi surove moči, da rabaš tudi tehniko. Jasno je pač, Johan je itak vedno plezal kot maček. Ja. In jo je natreniral, da je znala zelo lepo plezati. Torej, Tako da so bila neko obdobje, je bilo v konc 90-ih let, ko je Jasna v ledu precej boljš plezala od mene. In sem tudi ključne raztežaje njej prepuščal v ledu. Ja. Ampak sej, tudi jaz ugotavljam doma, ne, kako nas punce, žene, ti si pa, ženske ti imaš pa pravzaprav res je. Pošolajo, Kako se moraš gibati. kako se moraš gibati, Ja. ker moški se dostakrat naslonimo na to moč, ki pa slej prej ne pomeni kaj dosti več. Če se ti človek ne moreš zna moči obrniti, ne. držati 6 ur. Če nimaš tehnike, Tehniko lahko pa držiš več dni. ja, To je tisto. slej prej nas Odpoveš. prizemlji. Ja. In malo je bilo to, no, jaz sem v bistvu prej šestica v ledu plezal, kot pa v skali. Ampak daj mi to vsem še razloži, kako, ne, si rekel, Johan se je pripravljal za tekmo, tudi ti, ne? Ne, jaz se nisem, jaz sem bil določen za šoferja. Okay. Jaz sem bil določen za vodjo ekipe in šoferja in da skrbim za to ekipico, ki sta bila Jasna pa Johan, da jo pripeljem v Kurševel, vozim po noč, pripeljem tam, skrbim za njo, ona dva sta bila pa izključno fokusirana. Ampak to je že tak dost profi pristop, ne? Ja, da ker se Johan je bil plezalci en sami let ne prej na peljejo. tekmi, se je peljal sam, pa ni znal francosko. Ne? In to je pol, da malo on je ugotovil, da je boljši od vseh ostalih in da lahko zmaga, kar tudi je, če ima nekaj suporta. In ker sva midva znala francosko, ker smo se poznali, sva bila pač izbrana za to. Zdaj pa nekako se bo zdelo, da bi pa Jasno natreniral, ne? Ker takrat je rekel Jasni, sej v ženske konkurenci jih je toliko malo, sem pa v tistih letih ni bilo toliko malo, mislim, je bilo 12 ali koliko, ampak se je vse na neko 4., 5. mesto spravljal. On je nekako ugotovil, da je to idealna kombinacija. Ne? In je on nesporno zmagal tako v hitrosti kot v težavnosti. Čist nesporno. Kako ste pa trenirali? Kako so trenirali takrat za te tekme? Tako, ta specialni trening, recimo prav za
Takrat je tekme bilo v tekmovalnem letnem Takrat je plezanju. bil let, bil je pa tudi previsen let, ker so kopali. Ti roadsetterji so kopali previse. To je bilo grad, pa z motorkam so žagali, zato so dobili previse. Ja. Zdaj, Johan pa Jasna so hodila plezati te težke slapove, tam, ki je bilo malo previsno, recimo, da sta Kristusova prva večerja, pa to tam, da si ven prestopil na eno svečo. Pa trenirati sta hodila veliko v Bohinj pod Skalco, ker je glih tisto leto so pripravljali tekmo in so bili levo in desno, tam, ker so samo sveče visele, so bili to tudi previsi, pa tudi kakšen gib je bilo treba po skali narediti. To je bil trening, nekega umetnega ni bilo. Da bi pa doma kaj umetnih stel, namenskih za to, pa takrat še ni bilo. Ne, takrat ni bilo. To je bilo pa leto, dve zatem. Mislim, da sta ko sta začela Klemen Premrl pa Aljaž Anderle na te tekme hoditi, ona dva sta si na podstrehi par Klemenu naredila late. In smo smo vsi začeli po latah plezati. Kdor je imel staro strešje, potem po tistih latah plezal. To se spomne tudi nek posnetek je krožil, ki sta na neki podstrehi kroge delala in potem te figure in tako naprej. Pa takrat je prišlo tudi do prvega tega namenskega dry toolinga, to je bilo pa leto kasneje, ko Johana ni več bilo, ker je bila slaba zima in nikjer več ni bilo ledu. Oni Bohinjci so obupali, ker je samo vse zlil dol, kamorkoli si šel, nikjer ni bilo nobenega ledu in zato sva že midva tisto skalo na Češenci, ki je bila pol tudi za tekme, takrat sva prvič odkrila tisto skalo. To so nama pa sicer najni francoski prijatelji svetovali, da ne greva na skalo, če ni ledu. In tudi takrat, takoj za Johanom je bil nek Francoz Pšit, ki je treniral izključno na umetnem. Izključno. In je bil v bistvu takoj za Johanom. Kaj je bilo pol to pravzaprav neko prvo tako namensko plezališče v skali? Za plezanje s cepini in rezami. Pol malo zatem sta pa tudi Klemen pa Aljaž naredila tisto pod Ljubeljem. Kako pa si... te prve tekme si rekel v lednem plezanju so bile pod Skalco. To so se začele tam na začetku 90. 92. mislim, je bila prva, ja. In nekaj let je to potekalo? Zadnja je bila 99, pa vmes let ni bilo, ker ni bilo ledu, pa so pa tako upali. Potem so bile pa v Sočavi, ki je bilo bolj hladno podnebje, na koncu je tudi tam postalo ni bilo več možno. Te tekme so bile tudi kar legendarne, ne? Sočavske. Ja, legendarne so bile. Midva potem, ko je bilo konc 90-ih let, zato ker smo imela neskončno časa, pa tudi dovolj denarja, da nama ni bilo treba delati, sva se zelo vključila v te tekme. In v organizacijo, oba smo naredila mednarodni sodniški izpit, jaz sem tudi za postavljavca naredil in sva potem hodila po svetovnem pokalu. Jasna je še nekaj časa ustrajala s tekmovanjem, ampak ko je bila dvakrat starejša od najmlajše tekmovalke, pa je nehala. Pa sva se kar tako v teh tekmah kar najdla. Smo imeli tudi slovenski pokal, je bilo to po 4-5 tekem. Je pa to seveda bilo, na začetku so to pravzaprav izključno alpinistke in alpinisti hodili na te tekme, ne? Nekih specialistov. Specialisti so se pojavili na svetovnem pokalu tam okoli leta 2000-2001. In to so bili te frikoti, ki so se naveličali frikanja in so šli v to in smo mi rekli, se nimajo za burek, ampak naenkrat so imeli za burek. Naenkrat so bili boljši od vseh drugih. Je pa res, da recimo v Rusiji, v Kirovu so pa poskrbeli za to, da so klasiki tudi prišli na svoj račun in sicer tako, da je v finalu je vsak dobil frišen ledni sod, ker je bilo treba luknje skljuvati. Tega pa oni niso znali. Parkrat zabiti. In tudi cepini, ki so imeli ta račji klunček na koncu, tam niso izkazali glih kot dobri. Ker to so specializirani cepini. So specializirani za hakljanje. Posebno ergonomijo in tako. Zanimivo. Dajva se pa majčkeno še vrniti, ne, v tiste tvoje, bom rekel, še otroška obdobja. Ti si se pa zelo hitro začel zanimati za tehnologijo, pa tudi za elektriko. Bil si zelo inovativen, pravzaprav že kot otrok, ne? Menda si neke rakete izdeloval, pa nek motor si izdelal na alkohol, etanol ali kako.
Že kot zelo mlad. Kaj Ja, bo to? mene je tehnologija zelo privlačila. Ne vem, mogoče zato, ker sem drejček iz 3 Marsovčkov. Ja. In sem seveda vedno zelo gravitiral proti tehniki in tehnologiji in seveda tudi ogromno eksperimentiral. Prvič sem žebu dal vtičnico, mislim, sem bil 2 let star, 2,5. Z roko. Ja, seveda. In so šli lasje po koncu. Ja, ampak kasneje tam nekje, ko sem bil star 30 let, pa v bistvu še vedno, jaz lahko fazo držim. Eno tako Kaj te imunsko to, kaj te odpornost. izrukali že, Po moje. da si ima Po odporen? moje, ja. Zanimivo. Se pravi, kaj prva se elektrike zmanjka, primaš ti žarenca v roke in sveti. ali kako? Tudi to smo enkrat eksperiment naredili, ja. Da sem bil... A zdaj mora priti nek ta disclaimer, otroci, prosim, ne počnite tega doma. Ali kaj takega. Ja, itak. Zato, ker se to slabo konča. V bistvu me je Nada prepričala, to je naša zdravnica, me je prepričala, da to ni pametno, ker se srce kljub temu lahko ustavi, tudi če jaz ne reagiram s tresenjem in skakanjem, ne, da mogoče ni pametno, da preizkušam, če je žica pod napetostjo s prstom, kar sem drugače vedno počel. Aha, se pravi, kaj bi lahko človek rekel, da malo rad po robu hodiš, ali kako? Ali je to Ne, mislim, pretirano? drugače jaz verjamem v znanost. Ne? In če meni Ja. zdravnica reče, tega ne delaj, pol tega ne delam. To pa je modro, ne? Drugače pa, mislim, alpinisti vedno z eno nogo tudi malo segamo po robu. No. Eni bolj, Ja. eni manj. Glih, skrajno na noževo konico, v glavnem sva bila jasno znana kot ziheraša. Ne. Sem lahko zabil ogromno časa, da sem raziskoval razmere. Meni so še vedno so rekli, da sem človek razmer. Čakam na razmere, pa grem. Jaz vem, da sem hodil, sva hotla z tem pokojnim Benkotom ponoviti eno zimsko smer v Kočni, dr. Hudunskega. In sem jaz hodil, vsak teden sem hodil dol z daljnogledom, pa gledal gor, kakšne so razmere. Zato sem najdel optimalen dan, pa da je bila še zima, da je bil še zimski vzpon. Ker sem ugotovil, da tam začetek marca za pol ure sonce not pride in sem vedel, da morava midva biti začeti plezati ravno, ko si je sonce noter in da imava pol ure za tisti ključni raztežaj. Sprav, bil sem precej človek razmer, pa zelo malo tist, da bi kar rinil. No. Nikoli nisva kar rinila, ker sem mogoče tudi poznal v tem, da pri 1500 vzponih jasno nimava nobene nesreče. No, pa se je Malo je tudi sreča, seveda. previdnost, pa nek tak prav odnos do alpinizma je pravzaprav nujen. Ne? In Je če se nujen, tega je pa človek res, da če bi zaveda, hotel ti to imeti, pomaga, če bi ne? hotel imeti neke res vrhunske vzpone, moraš majhen čez stopati. To ni možno, Seveda, ni možno popolnoma na varni strani, ne gre. absolutno. Je pa res, da ne vem, se peleš po primorki, pa tudi nisi na varni strani, ne, ker te lahko tovornjak zgazi. Tako da pri alpinizmu je samo tista nevarnost, ki jo ti v bistvu lahko kontroliraš, do dokajšnje mere. Ja. Večinoma si sam kriv, ker si vstopil v napačnih razmerah, ker si plezal za nekom, pa ti je kamen na bučo padel. Ponavadi je nekaj, kjer ti lahko nadziraš te. Medtem, ko si pa na cesti, si pa odvisen od drugih. Tudi, ne samo od sebe. Dejva se vse mačken še vrniti, ne? Si že omenil Drejčka in 3 Marsovčkov. Mogoče moramo vsem povedati, da je bil tvoj, torej pokojni oče, Vid Pečak, ne? Ja. Pa znani slovenski psiholog, tudi univerzitetni profesor, pa sicer je napisal tudi zelo veliko knjig strokovnih, pa tudi pravzaprav leposlovja. In ena izmed njih je tudi Drejček in 3 Marsovčki in to si ti pravzaprav, ne? Ja. In mogoče, a ti je, ne, ker on očitno je izhajal bolj iz nekih družboslovnih, humanističnih ved, ti si pa bolj šel v naravoslovne, recimo, ne, vode, ker inženiring, znanost, elektrika in tako naprej je mogoče drugje. Ampak a ti je mogoče oče za to svojo literaturo in ko je pisal tudi veliko o znanstveni fantastiki, mačko neko domišljijo vzbujal že kot otroku in te mogoče sigurno. navduševal za
neke teme, Je, jasno. ki si se jih ti pol kasneje tudi poklicno in loteval. Je to povezano, ker Drejček in trije Marsovčki knjiga je bila napisana predno sem se jaz rodil, oziroma v tistem času. Ja. Tako da je v bistvu lik Drejčka name seveda vplival. Vplival je pa tudi oče, on ni bil samo družboslovec, kot večina misli, ampak je sploh kot mulc se je veliko z naravoslovjem ukvarjal. Všeč mu je biologija, astronomija, tudi tehnika, on je tudi avto sam popravljal. In v bistvu prve te tehnična znanja sem jaz dobil od očeta. Tako da, obenem pa tudi neko spoštovanje do družboslovja, zato ker recimo zdaj sem ugotovil, da problem energetske tranzicije tudi slučajno ni v tehnologiji, ampak izključno v psihologiji. To je on meni rekel že leta 2007, da je problem. Sprašval me je tehnologiji in je ugotovil, da tehnologija je ali pa bo jutri. Se pravi, smo zelo blizu. Ja. Ampak problem je psihologija. In mislim, da je več problemov v psihologiji, kot pa v tehnologiji. Ja, zelo hitro ti razložim. Ne? Včeraj sem ti rekel, da si kup Teslo, ker je ista cena rabljena Tesla, kot pa tam nek rabljen fosilc. Pa ti je bil velik problem, da bi se moral do Šumanija 2x po pol ure ustaviti. Ja. To je izključno psihološko-sociološki problem, nikakor ne tehnološki. Itak se bi moral na 3 ure ustavljati, če bi hotel varno voziti, ampak se ti ne da ustaviti, ker poznam ta občutek. Ne? Ti si že malo utrujen in bi pač vozil, da priješ do cilja. In če ti tank to omogoča, boš to naredil. Tle se moraš pa res za pol ure ustaviti. Ampak to jaz ne vidim kot nek globalen problem. Mislim, problemov, ki jih bomo imeli z klimatskimi spremembami, prav da nam bo domova odplakla, da bo polet 40 stopinj, to so bistveno hujši problemi, kot pa to, da se moraš ti za pol ure ustaviti. Ampak ljudje to smatrajo za problem. In tle nabijamo na to psiho. Psiha je pa v tem, da se mi kot ljudje, homo sapiens, rad se giblje v nečem ustaljenem, navajenem. Se pravi, mi radi počnemo to ali pa se počutimo varne, če se nek vzorec ponavlja, tudi če je napačen ali pa če je slab. In zelo težko zamenjamo vzorce. Zdaj, tle smo Slovenci, smo pa še malo bolj zapečkarski. Tradicionalistični in se še težji odzivamo na neke spremembe. Ampak lej, ne morem temu reči ne, ampak konkretno pri sebi bi rekel, da je mogoče poleg psihološkega problema pri meni recimo tudi problem enostavno nevedenje, ker premalo vem o tem. Zares niti nisem začel zanimati o teh stvareh. Ja, se nisi edini, če 1 promila... Pa priznam, da je to verjetno napaka. In včeraj zvečer, tudi, ko ste odšli, ko si šel, sva z Majo začela razmišljati, pismo, tole se morava pa mačkam poglobiti, pa malo razmisliti o teh zadevah in se enostavno malo izobraziti, ker neko nevedenje je pravzaprav tudi za velik vpliv potem na nek psihološki faktor, ker če veš, se je tudi mogoče kasneje ali pa zagotovo lažje odločiti. Drži, zdaj nevedenje izhaja iz tega, da kadarkoli se upelje nekaj novega, tudi v alpinizmu je bilo tako, ko je prišlo športno plezanje, ko je, Tomazin pripeljal športno plezanje, mislim, da je bil on en prvih v Slovenijo, je bil sploh med klasičnimi, tradicionalnimi alpinisti odpor do tega. Ja. Odpor je baziral večinoma tudi na nevedenju. Saj tudi midva z Jasno sva rekla, pa kaj bova hodila v plezališča, to je za frikote, ne? Ampak to je bilo nevedenje, ker če bi midva vedela, da se ti lahko v plezališču ali pa na umetni steni dovolj natreniraš, da je tvoja prva smer potem v hribih neka 5, 6, ne bi začela nabijati tiste trojke, ko si jih rabil, zato da si pol lahko prišel do nečesa težjega. Se pravi, nevedenje ima veliko pri tem. Zdaj, zakaj pride do nevedenja? Jasno, ko se nekaj novega pojavi, samo 1 promila ljudi mogoče ve, zakaj se gre. Se pa 20% ljudi pa začnemo teme razglabljati ali pa pisati. In mogoče pri športnem plezanju ni bilo nekaj tok, je bil negativizem izključno samo pogojen z tradicionalizmom, pa s tem, da so se eni ta stari počutili ogrožene, ker seveda ni mogel splezati čez B, tam mulc ga pa je, in potem se je zatekel nekam v
krušljive petice, ker ti smulc niti ni hotel iti za njim, ne da ne bi mogel. Plus, da so mogoče še varovali, mogoče čisto nezavedno nek status, ne? Ker Ja, mogoče itak. so bili prej Ja, v zdaj pa, hierarhiji glavni, zdaj so jih pa prehteli. Ja, Ne? drži. Ne. In je to včasih kar težko prebaviti. Ampak je pa nujno, to razvoj zahteva. Zdaj, tle imamo pri energetski transformaciji, imamo pa zadaj še nekaj drugega. In sicer je to, vsi vemo recimo, da orožarska industrija marsikje celo vojne sproža, ne, da lahko laufa. Ali pa vojno nevarnost, vojno histerijo, ker potem dobro prodajajo. Ampak je en posel, ki je večji, močnejši in ima večje dobičke kot orožarska industrija. Ker če ti hočeš tank narediti, je za to potrebno toliko in toliko dela. Če pa iz luknje nafta teče, pa za to ni potrebno nobenega dela. In to je naftni denar, oziroma denar iz fosilnih goriv, predvsem manj iz premoga, ampak predvsem iz plina in nafte. In ta denar se investira v kontrapropagando. Se pravi, vesti, znanje, ki ga mi dobivamo o energetski transformaciji, je pogosto napačno. Ker se nekje na neki točki nekdo investira milijarde v to, da bi se ali širile lažne novice, ali pa polresnice, ali pa napihvale neke stvari. Ja, ampak a gre zgolj v smislu energetike, ne, ko omenjaš ta naftni lobby, ali nek vsesplošen energetski lobby, ker v končni fazi se danes samo soočamo s to nekakšno energetsko krizo, če je res energetska kriza in je veliko nekih debat, diskurzov in tako naprej na tem področju, ne, zaradi vojne v Ukrajini in s težavo dobavljanja nafte, zemeljskega plina in zdaj elektrika ali nazaj na fosilna energija. Čisto eno vprašanje. Jedrska energija. Koliko dni bi lahko Rusija vodila vojno v Ukrajini, če bi se vsi vozili na elektriko? Ne. En dan, 2 dni, potem bi jim pa zmanjkalo denarja, ker drugega gospodarstva praktično nimajo, razen prodajo fosilnih goriv. Ne, pogosto, vsakič, ko greš tankat, gre €1 tudi v to rusko orožje. Ja, ampak že včeraj sem te vprašal, zakaj pa potem lahko recimo nekdo kot jaz, ki ne pozna teh zadev, toliko dobro razume, zakaj se je bencin pa dizel, pa kurilno olje, zakaj so se podražile. Zakaj se je pa v tem obdobju elektrika podražila? Sej ne izvaja direktno iz... Seveda, samo par procentov elektrike proizvajamo s plinskimi elektrarnami, z mazutom, pa ne vem, če sploh kaj, razen tiste, kada se vklopijo, kadar so konice prehude. Torej. Zakaj se je podražila? Zato, ker se lahko. Ne, to je čisto enostavna rešitev. Ko je neka kriza, se stvari podražijo, ker se lahko. In potem imajo ene enormne dobičke, tako zvane, recimo bi temu lahko rekel, vojne dobičke. Enostavno samo zato, ker se lahko. Nobenega realnega razloga ni bilo, ker je bil realen razlog, da se podraži, ampak ne več kot 10%. Zdaj pa pejva tako mačkam bodva malo bolj plastična. Pa rečva, dajva kar mene za primer. Ne. Jaz sem v nekem obdobju, ko moram zamenjati avto. Ne. Zdaj imam avto letnik 2009, počas bo 300,000, sem je dizel, avto Ford Galaxy, ki ga imam zares ful rad, za moj način življenja super avto, in zdaj sem prišel v neko obdobje, ko moram za avto zamenjati, in sem enostavno ugotovil, da to ni tako enostavno. Zakaj ne? Jaz sem, pustimo v strani, da so avti dragi. O tem ne bova. Ali pa tudi, ampak enostavno, ko sem se začel poglabljati, prva moja ideja je bila, nek podoben dizelaž bom kupil, pa sem še ugotovil, da je Evropski parlament sprejel sklep, kako leta 2035, če se ne motim, se ne bo smel več prodajati avtomobilov z pač dizlov, oziroma z določenimi stopnjami emisijami, in sem ugotovil,
ja, pismo do takrat se bo pa na tem področju kar nekaj spremenil. A bom zdaj jaz res lahko kupil dizelski avto, s katerim se bom recimo vozil po poteh, ki jih pač jaz upravljam. In trenutno se moram reči, da čist ne vem, kako se bom lotil svojega problema. Oziroma, ker pa imam tebe, ne, bom rekel, kaj mi bi pa ti svetoval, oziroma kako vidiš to problematiko zdaj, ker se nam očitno bliža nek prehod. Ta problematika je večplastna. Ne. Če bi lahko ta Galaxy dubu tak, da bi imel samo 50,000 kilometrov, pa bi rekel, da se še nekaj časa vozi z njim, dokler ne bojo pač neke standardi to prepovedali, pa te ne bodo več puščali v neke doline, v mesta, ne vem kam. Problem pri novih avtomobilih je njihova kompleksnost, zato so se tudi podražili. Zakomplicirani so ratali. Imajo grmado elektronike, da pri dizlih je pa samo izpušni sistem tega avta bolj kompliciran, kot je bil recimo cel Golf pred 20 leti. In ker je to zelo komplicirano, je tudi podvrženo okvaram. Ampak ne samo okvaram, ampak tudi z živalskim stroškom. Se pravi, kupi danes novega dizla, ko boš naredil 150,000 kilometrov, boš imel divje stroške. Večje, kot če bi menil baterijo na električnem avtu. Ali pa ok, boš rekel, bom avto prodal. Ja, ampak to bojo vsi vedeli, da so veliki stroški. To že zdaj vsi vejo. In noben ne bo kupil dizla 150,000 kilometri. Že danes noben ne kupi tacega dizla, ne vem, letnik 2015. Zato, ker so pred tabo stroški, orjaški stroški. No. Zaradi kompleksnosti vozila, zaradi delov, ki jih moraš menjati. Ne? Jaz sem študiral motorje z notranjim zgorevanjem in vem, kako delujejo te novi dizli. Ne? To je recimo motor se vrti recimo s 5000 obrati na minuto. Ja. Pri vsakem taktu 9-krat ubrizgne. Ampak vsak tak ubrizg je reguliran. Pritisk v tisti cevi je 2000 barov. Šobe so ekstremno natančne. Seveda s kilometri se te šobe obrabijo. Ubrizg ni več tak, kot bi mogel biti. Zadeve se začnejo kvariti. Potem ti nekje pride v izpuh mešanca, kakršna ne bi smela biti, pa ti gre turbina, pa ti gre DPF filter. In to so vse 1000 plus evrski stroški. In zato mislim, da ni najbolj racionalno kupovati dizle. In zato tudi prodaja dizlov po Evropi divje pada. In zdaj tam nekih 15% samo novih vozil je še dizelskih. Ja, kaj pa je en bencinar, če zaenkrat pustila še elektriko ob stran, ampak boljš kot dizel. Sigurno je bencinar boljši, ker je manj pokvarljiv. Ja. Manjše stroške vozi za sabo. Plus to, da bo zaradi večje energetske gostote bi nekako moralo biti logično, da je dizel dražji kot pa bencin. Tudi veliko nafta, ki še ostaja. Prav, vedno manjše so te zaloge nafte. Ne. Vedno globlje jo črpamo, vedno bolj gosta je. In gosta nafta vsebuje več teh dolgih molekul, iz katerih se je stvorjen dizel, kot pa kratkih, iz katerih je letalski bencin ali pa bencin za avtomobile, ta visokooktanski bencin, redek bencin. In zaradi tega je logično, da bi dizel moral biti dražji. Ga pa seveda z raznimi subvencijami, z cenami države ta višino cene dizla dušijo. To pa zato, ker ima neposreden vpliv na ceno hrane, pa na ceno transporta, kar bi povzročil verižno inflacijo, ne, če bi to preveč dvignil. Drugač bi moral pa itak dizel dražji. Po vsej logiki. Verjetno je proti letu 35 pričakuje, da se bo vse glih dvigoval. Ali misliš, da ne? Težko je reči, kaj bo. Jaz tudi ne verjamem, da bo prišlo do tiste popolne prepovedi, ker tudi ni smiselno, če bo ne vem, če bo neko vozilo, ki funkcionalno pa pomeni minorni vpliv na okolje, ne verjamem, da bojo to prepovedali. Bo pa itak zaradi klimatskih sprememb in zaradi vsega tega bo verjetno fosilna goriva obdavčena. Že itak
je problem količin teh fosilnih goriv. Ne. Mi moramo, ne vem, zakaj ljudje toliko vztrajajo na tem, se morajo zavedati, da so to, kurimo mrtve dinozaure, pa mrtev gozd, ne, ki bo nekoč zakopan in tega bo zmanjkalo, tega ni večno. Se pravi, naši otroci in naši vnuki v nobenem primeru, tudi če ne bi bilo nobenih okoljskih sprememb, ne bi mogli več bazirati na fosilnih gorivih, ker bi jih zmanjkalo. Ali pa bi bila njihova ekstrakcija predraga in pretežka. To je tako kot to, ki zdaj iz tega kamna delajo nafto, v bistvu iz oljnih škrilavcev, ne, za nepopisno investicijo denarja, energije in nepopisno škodo na okolju to počnejo. Kar se v Kanadi Ja, to, kar v dogaja. Kanadi. To je samo zaradi tega, da držijo pri življenju fosilno industrijo, ki je seveda ni samo industrija goriv, ampak je potem še industrija motorjev z notranjim izgorevanjem, velikih ladijskih motorjev, pač vsega tega, kar se temu pritiče. In ker je tle zadnji en gigantski lobby, zelo velik denarja, bo naredil vse, da bi bil ta prehod, oni vejo, da ta prehod bo v enem trenutku, ampak da bi bil čim počasnejši, pa čim kasnejši. Drugače pa seveda, vsak razumen človek ve, da če ti črpaš neko končno količino, ne, dinozavrov vse ni bilo toliko, da bo tega zmanjkalo v 50 letih, v vsakem primeru bo zmanjkalo. Že zdaj moraš nafto, zdaj si pa zamislite, no, da kako težko je bilo priti do Titanika, ne, se podmorancev zdrobali. Iz večje globine črpajo nafto. Zakaj? Ker jo neke lahko dosegljive nafte ni več, ker toliko teh dinozavrov ni bilo. Se pravi, mi samo odlagamo ta prehod. Prehod je pa neizbežen na neke trajnostne energetske vire, bolj ali manj trajnostne. Ne. V tem prehodnem obdobju 100, 200, 300 let bi lahko rečemo, da je netrajnostno, ampak okolju še zelo malo škodljivo je jedrska energija, ki nam bi sigurno omogočala hitrejši prehod stran od fosilnih goriv. Pa zakaj pa misliš, da je potem to dojemanje tega v, ne bom rekel sam slovenski, ampak verjetno celotni zahodni družbi ali pa sploh na svetu tako težko, ker če se še dotakneva sočasnih klimatskih sprememb, ki pač so, ne, sej to zdaj pa menda to ne sme biti več vprašanje, ker ne, spremembe so in so vidne, ne, tukaj in zdaj. Ne nazadnje tudi že v Sloveniji, ne? Če pa to recimo gorniki, ki v Zahodne Alpe hodimo, zelo dobro vidimo, ne? Kako se gore pravzaprav, se pravi, torej gorsko okolje spreminja. Ampak zakaj ljudje nočemo tega razumeti? Ali zaradi tega, kar si že omenil, ne? Na eni strani zaradi nevednosti, ali zaradi te psihologije, ali zato, ker je ta cona komforta tako všečna, oziroma ker smo v svojih mehurčkih in zato, da bi šli ven, rabimo nek, bom rekel, grdo input, torej se moramo spremeniti, se moramo naučiti in se moramo soočiti z nekimi spremembami. Ker sočasno, ne, nam po eni strani znanstveniki pa ljudje, ki očitno bolj poznate te stvari, govorite, kako pravzaprav bodo stvari dramatične v prihodnosti, če se ne bodo določene prilagoditve zgodile. Zakaj, recimo, se ljudje s tem realno ne soočimo in, bom rekel, ne naredimo za naše zanamce nekaj nujnega, ne zgolj dobrega. Saj si v bistvu vse povedal že. Ja. Ti si že vse povedal, to so te razlogi. Ni, seveda, prepričati, ne vem, gornike bo najbrž lažje kot vse ostale ljudi. Sploh, bom rekel, šamoniške gorske vodnike bi verjetno lahko po teh poletih zdaj že zelo malo prepričal, da bo nekaj treba narediti. Ne, ker bojo zgubili ne samo svojo poklic, ki ga eni cele generacije opravljajo, ampak tudi skoraj bom rekel tisto, za kar živijo. Ne. Sej, te ljudje so zelo navezani na tiste gore in zdaj tiste gore se jim podirajo, bivaki jim dol padajo, počasih bojo tudi koče dol padale, ker permafrost popušča. Njim to okolje izginja in mislim, da je nobenega več, ki v to ne bi dvomil. To vejo, samo zdaj mogoče še kdo dvomi, da imamo mi kaj pri tem. Ampak bi rekel, da glede na to, da so prepovedali, mislim, na tovornjake, da tam skozi vozijo, ne, so ugotovili, da tiste črne saje, ki se kadijo zadaj, niso glih koristne za boson pa za te pa merde glas. Ja, ker Šamoniška dolina, recimo zlasti v zimskih mesecih, torej hladnejših mesecih, je ena najbolj onesnaženih dolin zaradi v Alpah. tovornjakov, ne zaradi termoelektrarne Šoštanj, ampak zaradi tovornjakov. Zaradi prometa, pa zaradi narave, klime v konkretnem prostoru. Ja, zaprta je. Ne. Tako. In ker veter ne prepiha, potem pač In klima zdaj, taka, kot je. In te ljudi ne bo tako težko prepričati. Zdaj pa vzemi nekega povprečnega, ne,
ki živi iz dneva v dan, mislim, kriza mu trka na vrata, ljudi je strah in potem nekdo reče, zdaj bo pa treba to pa to, ne, odpovedati se bo temu in potem je reakcija jeza. Zdaj to jezo še podžigajo novinarji z neumnimi članki, s tem, ko strašijo ljudi se ne sme strašiti, ne, to je, vse kot gorski vodnik to dobro veš. Če imaš ti neke kliente in če vidiš, da se pripravlja, da si zašel v neke težave, naj bo to zaradi prihajajoče nevihte, da si zgrešil smer, tudi to se zgodi, ne, ali pa da eden od teh klientov omaguje. Veš, da so pred tabo težave, ampak ne smeš zdaj strašiti teh klientov, ker možnosti, da boste vi živi in celi prišli skozi to turo, bo bistveno večje, če boš ti tem ljudem dal voljo, jim daš povedati, da pred nami so težave, ampak mi jih bomo zmagali, bomo premagali te težave, moramo pa narediti to pa to, izbereš ta boljšega klienta, mogoče, ki ti bo malo pomagal, če je skupina večja, da se to premaga, ne da rečeš, o moj bog, vsi bomo umrli. Zamisli si, da boš to rekel, ne? Potem je konec, potem boste zares umrli. Se pravi, ne sme se ljudi strašiti. Kaj pa se zdaj, kaj počnejo medije, to, da ljudi histerirajo, psihirajo in strašijo. In to je totalno narobe. Kaj pa je recimo eden največjih mitov električnih vozil? Ne? Zakaj se ljudje še vedno bojimo električnih vozil? Ne? En tak mitov, pa mogoče si ga že delno odgovoril, je to, da pač z električnim avtomobilom se ne pride daleč. Ja, zdaj, žal, ne, moram reči, da je v tem mitu tudi nekaj resnice. Ja. Če imaš Teslo, pa s Teslo sem se jaz skregal pred 13 leti, tako da nisem bil nek Tesla fan, ampak dejstvo je, da so oni vzpostavili sistem polnilnic, ki deluje in je za uporabnika enostaven. Evropa je pa zabila 10 milijard v ene sisteme, ki ne delujejo. Se pravi, če ti nimaš Tesle, moraš iti po nekih polnilnicah, ki niti ne veš, kje so, niti ne veš, kjera aplikacija jih bo odprla, kjero kartico rabaš, na koncu niti ne veš, a dela, pa koliko boš plačal za to. In to je siguren problem. Sej zdaj po 10 letih, zamujenih 10 letih je Evropska unija to ugotovila. Ne, da, recimo, čist primer, skoraj vsako stvar na tem svetu lahko plačaš s kreditno kartico. A je tako? Še parkirišče v Ljubljani lahko plačaš s kreditno kartico. Elektrike pa ne moreš plačati, ki jo polniš na polnilni postaji. Tega, razen pri Tesli, recimo, ker imaš itak avtomatski sistem kasiranja, ki avto prepozna, ne rabiš nič, no, ti samo vtakneš in polniš. Ampak to, kar je pa razvila Evropa, je pa en sistem enih aplikacij in kartic, ki ima vsaka vas svojo aplikacijo, in je to res ena velika ovira. Zdaj, letos mislim, so sprejeli, da bojo morale vse hitre polnilne postaje sprejemati tudi bančno kartico in pa bo zadeva bolj enostavna. Ti se pač tako kot na črpalko pripelješ in plačaš bančno kartico. Zdaj, zakaj so to naredili? To je bila verjetna ena kombinacija zarote pa neznanja. Bilo je zraven tudi ogromno neznanja. Mogoče še kakšni interesi? Koga? Najbrž so bili tudi interesi, ampak bi rekel, da večkrat je zraven neumnost kot pa zarota. Ali pa neznanje. Mi smo zelo dojemljivi, sploh Slovenci, posod vidimo neke zarote. Ne? Velikrat niso zarote, je samo rekel, da so butale zadnje, no? Da je neumnost ali pa neznanje ali pa nepripravljenost ljudi, da bi priznali, da nečesa ne znajo in da bi poiskali pomoč pri tistih, ki znajo. Redko se obrnejo na stroko, ampak vlečejo sami neke odločitve, ki so popolnoma zgrešene. Zakaj pa ni šla ideja v to smer, da bi pravzaprav to je te polnilnice funkcionirala na nekem enotnem sistemu polnjenja. Torej, da bi bil grdo rečeno en kabel za vsak avto. Zdaj je en kabel za vsak avto, ampak zakaj pa ni enotni sistem plačevanja in polnjenja? Ja, zato, ker to je kriva, je pa Evropska unija, njena komisija tam iz leta 2014-2015, ko so te ideje zavrnili. Oni niso bili sposobni dojeti, da je to nujno. Ne verjamem, da so bili lobiji zadaj. To so bili pač ljudje, ki nikoli v življenju niso sedeli v električnem avtu, sploh niso dojemali, da je pri tem kaj narobe, medtem ko lokalnim postavljavcem polnilne infrastrukture je pa to ustrezalo, da ima vsaka vas neko svojo kartico, ne, da si peteli na svojem kupu gnoja. In zdaj imamo, kar imamo. Ne, to je treba pa rešiti.
kako pa misliš, da je konkretno, da nam rekel zdaj politika Evropske unije, ne? Ampak politika v Sloveniji naravnana v neko pravo, trajnostno rešitev te mobilnosti, ker vsi se zavedamo, ne, kako ta mobilnost je pomembna, zlasti v Sloveniji, že zaradi nekih objektivnih razmer, ne, ker pač veliko se vozimo, ker je pač razdrobljenost in tako naprej. Po drugi strani pa tudi v kontekstu teh nekih naravovarstvenih vidikov. A gre politika v Sloveniji v ta pravo smer? Ja, gre, ampak tle ni samo politika. Ne. Tle recimo ogromno škode naredijo tudi mediji, ki dražijo ljudi, strašijo ljudi, prepovedano bo, ne bo se smel. To so stavki, ki jih mediji ne bi smeli poudarjati. Oni bi morali poudarjati, ne, ali bo naše omrežje vzdržalo, ne bo vzdržalo, joj, kaj bo iz tega, ne. A veste, koliko bo delovnih mest iz tega, koliko bo prilik, koliko bo novih firm? Ne, zdaj strašiti ljudi, da bojo zgubili delo, ker bo nemška avtoindustrija šla k hudiču, ampak dajmo upanje ljudem, se imamo velike elektroindustrije, če bomo postavljali omrežja, bomo pač postavljali omrežja, delo bo, zaslužek bo, inovacije bodo. Ne, oni pa samo poudarjajo negativne strani in s tem ljudi psihirajo, ker ima zelo slab vpliv. Zdaj, kar se tiče pa prehoda na neko drugega, imamo pa mi še ta problem, da smo nekoliko konzervativni, no, to je problem krompirja. Ja. A veš, zakaj se v Sloveniji reče, da imaš krompir, če ima srečo? Tega ni nikjer drugje. Samo mi rečemo, ti imaš pa krompir. Recimo, skala je padla pol metra stran od tebe. Si imel pa krompir. Ne, zakaj mi to rečemo? V času Marije Terezije je bila v Evropi lakota. In to lakoto se reševali s krompirjem, ki je na novo prišel iz novega sveta. Krompir je rastel tudi tam, ker kaj drugega ni bilo in so lahko ljudi nahranili. In Marija Terezija je pravilno dojela, da mora prebivalstvo nahraniti in zato je prisilno uvedla, da mora vsaka vas na toliko in toliko hektarov ali arov mora biti tudi toliko in toliko arov krompirja. Zdaj, marsikje so ljudje z odporom sprejemali krompir, ampak tako z odporom, kot v Sloveniji, pa mislim, da nikjer. V Sloveniji so vaščani, pa malo je tudi cerkev to podpihvala, ker so župniki govorili, da je to hudičevo seme, so vaščani po noč uničvali njive s krompirjem. Ja. Marija Terezija je bila seveda pragmatična, ko je to ugotovila, je uvedla vaške straže. Vaška straža je pomenila, da je mlad fant, ki bi moral iti v vojsko, se veš, da so morali Slovenci, pač vsaka družina je morala enega dati za vojaško službo za 7 let. No, iz te vojaške, ker je pa Marija Terezija vodila vojne praktično na vseh mejah, so iz teh 7 let nazaj, ali nihče prišel, ali pa prišel malo pohabljen. No, to ni bilo fajn. Če si šel v vojsko za 7 let, se obstojajo pesence o tem, ne? To je bila tragedija v bistvu. To si izgubil, družina je izgubila sina. No, potem se je pa uvedla vaška straža. Vaška straža je pa bila, da so žrebom določili nekatere fante, da niso šli, ne vem, se boriti v Galicijo, ampak so čuvali krompirjevo njivo. Če si ti imel puško z bajonetom in čuval krompirjevo njivo, si bil sorazmerno varen. Kmetje so nehali tiste njive uničevati, ti si bil lokalni frajer in edina nevarnost, ki je bila, da ko si zvečer šel iz gostilne, da si se zvrnil v jark pa poškodoval, drugače ni bilo to nič nevarno. In zato so tem fantom rekli, da imajo krompir. Krompir, ker ni šel v Galicijo, ne, ker je čuval domačo njivo in je teh 7 let preživel v bistvu doma, izven vsake nevarnosti, pa še frajer je bil, ki se je s puško okoli sprehajal, pa takrat je uniforma punce privlačila, drugače kot danes. In tle kaže na to, kako smo mi v bistvu zelo zavračamo spremembe, tudi če nam koristijo, ker dejstvo je, da nam krompir koristi, ne? Zdaj imamo celo zelo radi krompir. In to isto mislim, da se dogaja pri mobilnosti. Ne? Ljudje zavračajo to brez enega pametnega razloga, je pa res, da mediji izredno podpihujejo to. Zdaj ne vem, aj to zaradi direktnih koristi ali samo prepisujejo neke tuje medije, ki pa so plačani iz strani naftnih, pač fosilno-energetskih družb. Za isti namen. Torej, eni to po nesreč delajo, no, če z dobrimi nameni, ampak eni pač samo zaradi tega, da pišejo nekaj senzacionalističnega. Sej tudi, če gledaš poročila, pa zdaj so boljša, ampak nekoč v gorskih nesrečah so bila grozljiva, ne? Kako nestrokovno si v mediji o tem pisali. Ja.
Ampak če se vrnemo k temu mitu, ne, da se z električnim avtom ne pride daleč. Recimo, ne, nekje sem zasledil en tvoj članek, si napisal pot v Španijo, recimo iz Slovenije ali pa v Dubrovnik. Ne. Recimo, omenil si Teslo. Skratka, s to Teslo se pravzaprav pride do teh destinacij, kot praviš, dokaj enostavno oziroma dokaj primerljivo z katerim kolim drugim avtomobilom, pa z nekim postankom, ki pa traja nekaj časa. In zdaj drug mit, ne, je verjetno te časi napajanja električnega avta so neskončno dolgi, če malo pretirava. Nekaj je, ne, da si moraš potovanje malo planirati. Zdaj Tesla zaradi tako naprednega infotainmenta, kot ga ima, ti v bistvu avto sam splanira potovanje. Ne. Drugače moraš pa mogoče ti planirati. To je sigurno res. Ne. Se pravi, neke spremembe, ljudje nismo pripravljeni na spremembe. Saj, če gledaš komentarje, ne, jaz ne bom tega, jaz bom z dizelčkom vozil še 100 let. Ljudje nismo pripravljeni niti najmanjših kompromisov delati. Nula, nič. In dobro, če bo huda sila, jaz mislim, da bomo pripravljeni kompromise delati. Ne. Ampak dokler pa ni neke hude sile, pa večina ljudi ni pripravljena kompromisov delati. Res je, ne, moraš se ustaviti. Tudi s Teslo se moraš na 300 km ustaviti, pa ne, si pol ure tam. Se v tem času lahko greš malo na mail, lahko malo surfa, zdaj ta nove imajo že Netflix gor, pa to, da lahko filmčke gledaš. Greš na kavo, pač je pa res, ne, seveda, tiste pol ure pa gre. Ampak koliko v bistvu imamo teh voženj? Ja, trgovski potniki, pa mogoče tudi če vodite veliko Šamoniju, imate teh poti več. Poprečen človek gre pa na tako pot, dolgo pot, tako dolgo pot, da mora vmes ne vem kolikokrat se ustaviti, gre mogoče enkrat na par mesecev na dopust, pa še kdaj kam na kakšno potovanje. Večinoma se pa ljudje vozijo na razdalje, ki so manjše kot 100 km. In v tem primeru pa ti ne zgubljaš s polnjenjem nič časa, ker ko priješ domov v avto, vtakneš, ker zgubiš 1 sekundo ali pa 2 in to je to. In se sploh ne ustavljaš na črpalkah, se pravi, še tisti čas profitiraš. Zdaj, če si pa stalno na dolgih poteh, potem pa res nekaj časa zgubiš. Ampak se tudi pol ure zares, ne? Saj se navadaš. Ampak to realno ni to dolgo, ne? Sej, ko se ti peleš, recimo velika večina ljudi, ki se pele na potovanja 6, 8 ali več ur, ne, se je v neki točki se ustavil za vsaj kafe, da ne rečem kosil, kar za nekaj časa. No, pa recimo, 10-20 minut ali tudi več. Ne. Recimo, gorski vodnik si peleš v Šamonji na smučanje, 3 luštne klientke, pa kaj je lepšega, kot da se za pol ure ustavaš, pa poklepetaš z njimi, ne, da se nisi koncentriral na vožnjo, lahko klepetaš ob kavici. Torej, so tudi plusi. Ja, plusi. Prilagoditi se je treba. Ampak še en mit je pa recimo, da so električni avti zelo dragi. Tak, ki si ga recimo, bom rekel, poprečna družina lahko, ne, z plačami, ki jih imamo v Sloveniji, lahko privošči. Tudi ta mit je delno točen. Ja. Res so dragi. Ampak niso samo električni avti, vsi avti so dragi. Jaz sem zdaj gledal, se je Clio, ne dobiš več po 20 jurjev. Se pravi, avti so postali dragi. Zdaj, razlogov za to je več. Električni avto bi sicer moral biti cenejši kot bencinski, zato ker ima manj delov, ker je čisto enostaven, ker vse skupaj ni nič tam not. Zdaj, zakaj so avti dragi? Najbrž zato, ker so lahko, ker so avtomobilske družbe med korono ugotovile, da če naredijo pol manj, pa dvignejo ceno za 30%, se jim dobiček podvoji. In so to tudi naredili. Se pravi, ker lahko. Te avtomobilske družbe so si kovale velikanske dobičke, zato ker so se jih lahko. In so avtomobile podražili. Mal je podražitev tudi zaradi inflacije. Dejstvo je, mi se spomnimo še nemške marke, pa tolarja, pa tako naprej, zdaj za 1 evro dobiš manj, kot si nekoč dobil za nemško marko. Ne. Evro zelo pada, realna vrednost evro ta pada. Se pravi, je logično, da ne more biti več avto za 10.000 evrov. Plače pa niso tako rastle, kot rastejo stroški, oziroma kot evro pada. Sprav, tudi tle niso samo avtomobilske firme krive, tudi padec evra je kriv. Pa je pa še tretja stvar. Po evropski zakonodaji mora vozilo imeti noter neznansko velikih varnostnih sistemov. Te varnostni sistemi so dragi. Ne? In lane assist in ABS je že davno, ampak zdaj imaš tudi ESP, se pravi proti zdrsavanju. To je vse drago, to ni zastonj.
In to drži ceno vozila. Pa je pa še naša to, ki mi hočemo imeti komod. Ti zdaj nočeš imeti več stav, da bi ga ročno premikal, ampak pritisneš svoje ime, pa se ti stav premakne v tisto pozicijo. In vsi te sistemi, ki se jih dodatno uvajajo avtomobile, so seveda dragi. Povišujejo težo avta, z večjo težo vozila je seveda več materijala pomeni več stroška, pa tudi kompleksnost je večja in s tem je višji strošek. In če vse to skup damo, pa dobimo, zakaj se je recimo Clio je šel iz 10 na 20 jurjev, ker to ni več isti Clio, kot je bil takrat. Plus to, da je tudi evro ni več isti, pa še zraven malo več dobička, ki ga hočejo te firme delati, ves čas se derejo, da imajo zgubo, pa da so preveč investirale. Ne vem, ena firma, konkretno Tuli, da mora ne vem koliko investirati zdaj v razvoj baterij, pri tem, da je pa pred par leti plačala samo v ZDA 20 milijardov kazni, zaradi tega, ki so golfali pri izpuhih. 20 milijard je velik, za ta denar postaviš že en gigafactory. Tako da nekakor nočejo tisti, ki so to zavozili, nočejo priznati, da so zavozili. Ker mi ves čas govorimo, da je pri nas politika slaba, pa uprave. Ja, kaj pa uprave teh velikih evropskih firm? Te ljudje so zdaj v penziji, imajo 50,000 evrov na mesec in se ne počutijo odgovorni, ampak dejansko pa so odgovorni. In tudi nemška predsednica, ki je vodila tako politiko, da so bili 100% odvisni od ruskega plina, da so šli v popolnoma napačno smer, bi morala nositi eno odgovornost, saj moralno. Saj veš, če si vodnik, pa imaš klienta, pa se njemu nekaj zgodi, nosiš odgovornost. Ti si tisti, ki odloča, ne klient. Če klient odloča, je to narobe. Če klient reče, jaz grem, ti pa rečeš, niso razmere, bo tvoja obveljala. In enako bi moralo biti tudi na upravah velikih podjetij ali pa pri politiki. Potem pa pridemo v sfere, kjer se stvari dogajajo tako, kot se dogajajo, kjer očitno nimamo Ima denar svojo moč, ja, se tudi kdaj se tudi pri vodništvu zgodi to, da ima denar svojo moč, ker klient ustraja, potem pridejo v neke težave zaradi tega. Če grem pač z gorniškim svetom, zdaj malo usporednice vlečem. To so ene človeške lastnosti, in kjer jih ne moramo, to se spomnim, ki je moj oče govoril, ne moramo mi svoje kože paratati Marsovci, če nismo Marsovci. Ja, seveda. Ampak ta sklep Evropske unije leta 1935, kaj misliš, da bo prinesel? Nisem čarovnik, da bi vedel, pa jaz tudi ne verjamem, da bo ta sklep ostal tak, kot je. Tak sklep se vedno da tudi. Poglej, vse smo sprejeli raznih porazumih že omejitev, da je treba energetiko prilagoditi, da ne bo prišlo do večjega dviga temperature, kot je 1,5 stopinja, se vidi pariški sporazum, ampak itak se noben tega ne drži. 1,5 stopinja bomo zdaj dosegli. In tako da je zelo vprašanje, če bo sploh iz tega kaj. Pa tako ali tako, ne vem, če bi bilo znanja več, če bi ljudje si, ne vem, da bi si vsak lahko za en mesec posodil električni avto, ampak to ne najslabši, pa če je soliden, pa bi videl, kako je to voziti, ne rabaš nobenih prepovedi. Ker če vidiš, da je boljš voziti električni avto, ga pač voziš. Dokler pa tega ne veš, pa trdi svoje. In ne rabaš prepovedi, jaz sem bolj za mehek način. Ne rabaš prepovedi, ti lahko prepričaš tudi brez prepovedi. No, že če gledamo, kako je bila Švedska, dosti učinkovita v boju s korono, samo s prepričevanjem, pa brez nekih trdih prepovedi. Pri nas so bili pa te prepovedi zelo restriktivne, pa smo imeli tudi zelo veliko mrtvih na milijon prebivalcev. Ker ljudje grejo pol v kontra. Čutijo to kot eno prisilo. Ti jih moraš prepričati, razložiti moraš, mora biti tudi, ne vem, da ni to res finančno totalno neugodno za njih, pa ljudje to sprejmejo. Še Slovenci, kljub krompirju, mogoče, če bi znala takrat lepše razložiti, Marija Terezija, ne bilo treba vaških straž. Vse me pa zanima, kako pa si se ti pravzaprav sploh navdušil za električni avto, ne? Ker ti si se s tem začel ukvarjati v obdobjih, ki je bila pa to skoraj da res znanstvena fantastika. Oziroma tam v 80-ih, jaz seveda ne vem, sem bil premehen takrat, ampak se ne spomnim, da bi kdorkoli govoril o kakšnem električni mobilnosti, torej v električnih avtomobilih. Ti si pa že takrat poskušal. Ja, ampak ni bilo
Ne iz nekih ekoloških razlogov. Ne. Ti bi rekel, da je bolj moja žena imela takrat poudarjala ekološke razloge, kot pa jaz. Sem vsem zrastel gor kot ljubitelj bencina, GTI-jev, študiral sem tudi motorje z notranjim izgorevanjem. Je pa res, da sem med študijem ugotovil, da prideš do nekega izkoristka, ki je v optimalnih pogojih lahko blizu 40% in tam je konc. Ti ne moreš iz fosilnega motorja dobiti boljšega izkoristka. Motor z notranjim izgorevanjem je omejen zaradi trenja, toplotnih izgub, ne prideš čez tistih 40, pa karkoli, če se na glavo obrneš. Se pravi, filozofiranje v nekih višjih izkoristkih je zgolj filozofiranje, ker fizikalno ni možno. Tehnološko ni možno. 40% je nek teoretičen maksimum? Ali je to ne, to je v praksi. Mi smo se približali temu teoretičnemu maksimumu v optimalnih pogojih. Se pravi, vožnja z ogretim motorjem pri enih optimalnih obratih, recimo 3000 obratov na minuto, pri bencinarju 2000 pri dizlu, pri 60-70% stopnji obremenjenosti motorja se približaš temu. Smo blizu teoretičnega, ampak čez teoretični tak ne moreš. Ja. In sem videl že takrat med študijem, da so ti termični motorji slepo črevo, ker ne moreš več naprej. Ne da se nič več narediti. Druga stvar, ki je bila pa takrat, ko so bili tisti sistem par pa boni za gorivo, v koncu 70-ih let, ko so bile te naftne krize. Ja, če si imel tablico, ki se je končevala na liho število, si vozil v enih dneh, na sodo, v drugih, v nedeljo smo pa vsi lahko vozili. Ne. In takrat sem že prvič prišel na idejo električnega vozila. Ne. Samo takrat moje znanje bilo omejeno, finančna sredstva pa še bolj. Nabiral sem skupaj neke stare tovornjakarske akumulatorje, pa pogon od viličarja, ampak iz tega se ne moreš kaj dosti voziti. To je bolj tako. Pol drugič je bilo v konc 90-ih let, ko sem že hotel narediti električni avto. Takrat je bilo pa bolj, to je bilo prednost v firmo prodala. Ne. Takrat smo mi dajali za bencin za firmo približno 1000 mark na mesec. V glavnem zato, ker smo rezervne dele vozili do mehanikov. In sem jaz ugotovil, da to v glavnem niso poti po avtocesti, so po lokalnih cestah in če bi to zamenjal z elektriko, bi prišel na strošek 100 evrov. Se pravi, se ti avto, tudi če bi bil drag, zelo hitro amortizira. Ne, tudi danes, če se ti voziš na nižjo tarifo elektrike, hišno še zmeri priješ z 2 evri na 100 km skozi. In tle je precejšnja razlika. In zato smo takrat se lotili, da bi predelali en dostavnik, potem smo mi dva firmo prodala, pa so se pač ukvarjala sam s plezanjem, pa je spet za nekaj časa to zamarali. Potem je pa po leta 2004 sva kupila enega razbitega Priusa, ki je bil hibridno vozilo, tam sem se jaz malo bolj seznanil, ker ga je bilo treba sestaviti nazaj za to visoko napetostjo, pa kaj vse je že ta čas tehnologija naredila s krmilnik in z vsem tem. Potem je pa pač to pritegnilo, čist tehnološko. Pa najin prvi cilj je bil, sva rekla, enega dneva bo ali nafta predraga, ali bojo kakšne omejitve, ampak midva morava priti v Paklenico, da lahko plezava. Sprav, svojim električnim avtom, ker takrat polnilnic ni bilo, da priješ brez polnjenja. In to nama je leta 2011 uspel, s predelano dačo, sva se pripeljala po Jadranski magistrali, po avtocesti še ni šlo, sva se pripeljala v Paklenico, pa še to, ki je ostalo, da sva šla do Zrmanja, pa se še malo okoli vozila, ne? Pa se pa itak, tam se pa itak na šuko priklopaš, tam, kjer spiš. In sva midva vedela, da je najmanj problem plezanja v Paklenici rešen. Ne glede na to, kakšna energetska kriza bo, če ne bo več nafte, če bo, ne vem, karkoli že bo, midva imava rešeno. No, pol 2014, ko sva šla do Dubrovnika brez polnjenja, takrat sva pa lahko že po avtocesti šla v Paklenico 130, pa sva prišla brez polnjenja. S predelanim avtom sva vedela, se midva mirno lahko voziva plezati, prišla sva tudi v Cortino brez problema, pa na te destinacije, kamor sva v tujino hodila plezati. Doma sva imela že fotovoltaiko, se pravi avtomobile sva filala na sonce in sva nekje imela tisti občutek, zdaj sva pa midva neodvisna, ker veš, pri alpinistih je ta občutek zelo pomemben, rad si neodvisen, rad si svoboden in tle, karkoli se že zgodi, ni važno, mi se vozimo. In to so bili vsi vajni tvoji lastni avtomobilski prototipi, ne? Ja, to, takrat so bili, ker nekega ustreznega avta ni bilo, razen 2014 Tesla S, ki pa ni bila za najin žep, ker je bila 110 000 evrov, šele pol, ko je 2019 svojo kupila, ko je cena rabljen in padla pod 40 000 evrov, da si to sploh lahko prvoščaš. Drugi avtomobili nama pa niso bili zanimivi, ker niso imeli nobenega dometa.
In to je šlo vse na kabel in 220. In Ja, čez 220 ali pa trifazno Trifazno. industrijsko. Ne. Sva imela trifazno industrijsko, si lahko dosti hitro nafilal. Pa vse je bilo, marsikje si lahko. Tam v Paklenici v hotelu Rajna sva si pol tudi postajo naredila polnilno. Ne. Ja. Zato, da, kjer je bilo potrebe, sva jo naredila. Ne. Potem smo imeli že firmo, ki je to delala, smo tudi v Logarski postavili postajo, tako da smo se lahko polnili. To je bilo predno, so bile te postaje običajne, ne, ker predno je bil sploh standard sprejet. Ker zdaj z vašim inštitutom Metron pa pravzaprav se danes s tem ukvarjate, ne? Da postavljate polnilnice. Ja, pa polnilne kable delamo, pa v glavnem delamo sicer za evropski trg. No. Zelo malo prodamo v Sloveniji, ker je pač majhen trg, ker je malo vozil. Ja, nam gre dobro, no, se moram pohvaliti, da nam ni hudega. Mal je problem to, ker nam gre dobro, ker pa imamo jasno premalo časa za plezati. To je majčken problem. Se enkrat sta ta problem že rešila. Ja, drži. Samo takrat nisva videla perspektive v tisti firmi, je bilo drugače. Zdaj je pa spet drugače. Pač Ja, hočeš tudi svojim potomcem kaj zapustiti nekaj, kar deluje. Mislim, da firma naredi nekaj dobrega, ker je proti utež kitajskim kablom in postajam, ki masovno prihajajo. Se pravi, dajemo delo v Evropi, v Sloveniji konkretno, iz več ali manj slovenskih materialov ali pa saj evropskih, se pravi, nimamo uvožene robe iz Kitajske, kar mislim, da je za prihodnost, ko bo Evropa ekonomsko stagnirala, da je zelo pomembno. In mogoče to preprečuje, da nimamo namena zdaj prodajati firme ali pa kitajska. Nekako bo treba najčasno tudi za plezanje. Sej malo kombinirava, ne? Greš na službeno pot, pa še plezaš. Sej še vedno hodite okoli, pa vidim, da sta kar dost v gorah in plezata. Verjetno ne to, kot si želite. Ja, sej mogoče bi bilo slabo, če bi bilo to, kot si želiš, ker pol zgubi željo. Ne? Dokler nimaš toliko možnosti, kot ima želja, je ta želja vedno močnejša, kar je dober, ker te preganja. 14 dni nazaj sem vas v vratih srečal 3 generacije, ne? Hčero in že vnuke in tako ste šli lepo. Smo šli na Razor, pole. ja. Smo šli na Razor, pa moja kolena malo protestirala, ko smo dol prišli. Ja, se pozna. Ja, poznajo se leta, pa preveč smo tiste rukzake nosili. Sicer jaz sem zelo vedno bil za light and fast, to me je Pavle navduševal in sem pol tudi svojo opremo začel delati. Ne? Tako da te cepine, prve karbonske pa kevlarske cepine že v koncu 80-ih let, pa začetku 90-ih, pa karbonske kladve, pa to sva delala, da je bila sam glava težka, da je bil kladu 400 gramov, bo se vsem fajn klin zabil, da je bila ta oprema čim lažja. Meni so govorili, da sem obseden s tem. Jaz tudi po zim sem hodil v nizkih čevljih, ampak sem imel posebnega mašek, sem se jih česa razpel, da nisem snega zajemal, pa da reze sem lahko gor nataknil. To je zato, da ni bil tako težek čevelj. Ja. Sem bil vedno obseden za light and fast. Malo zato, ker sva veliko jasno plezala in pač jasno ne more toliko nositi, ko jaz, se pravi, jaz nosim še njen delež in je fajn, da je ta oprema čim lažja. No, ampak se to inovatorstvo tebe pravzaprav, ne, že prej sva omenila, že pravzaprav od otroštva spremlja, ne, se si skozi neki ja, izumljal, poskušal, nadgrajeval. Od 88. do, mislim, da do 94. smo imela tudi firmico IAO, izdelovanje alpinistične opreme, kladve pa kline smo delali. To sem celo videl, tvoje kladve. In neki klinov še, zdaj so se verjetno porazgubili. Ja, počasi se je porazgubili. Ja. Se pa še kje vidi, ampak bolj pri starejši generaciji. Ampak lej, nekako si bil en pionirjev pravzaprav izdelave električnih vozil. Mogoče celo en prvih v Sloveniji. Ali pa celo dejansko prvi. Ne, prvi nisem bil. So bili pred mano že. No, en prvih. Skratka, neko vizijo oziroma neko to uvid v prihodnost, kam se bojo stvari razvijale, si očitno mogel imeti. Ja, ampak v nasprotju z večino drugih pionirjev sem znal tudi materializirati s to firmo zdaj. Ker smo prav čas začeli delati prave stvari, tako da v bistvu nam je vsem dober, zaposlenim in lastnikom in vsem nam je, mislim, da nam je kar dober, da se nimamo slabo. No, čestitke.
To Hvala. je verjetno. Kot pravim, malo premal plezamo. No, to je. Ja, okay. Je pa res, da imamo tudi toliko alpinistov v firmi, da bi lahko mogoče že svoj AO skoraj ustanovili. Inštruktorjev nam manjka, alpiniste No, pa pa sej, imamo. v življenju tako rabimo neko ravnovesje. Ne? Ja, vedno, vedno. Sicer se pojavijo težave. Ja, drži. Ampak sem bi te pa mogoče še izkoristil, ker si omenil, da bo v Evropo doletela recesija oziroma neka stagnacija, ali kako si omenil, verjetno na nekem ekonomskem področju, pa bi te rad malo vprašal, kaj si imel v mislih oziroma kaj vidiš, kaj nas čaka. Ja, sigurno nas čaka stagnacija, kriza. Evropska avtoindustrija je poražena, to je dejstvo. In sploh nimamo šans. Kitajske? Pa Tesla in Kitajska, ja. Pa ni samo avtoindustrija, tudi drugje. Mi to preveč ozko gledamo. So proizvodni procesi, ki so jih drugje hitreje ali pa bolje vzpostavili kot pri nas. Evropa je tehnološko zaostala. In seveda bo to privedlo do recesije, ki je pa mogoče dobra, da se malo prečisti. Ne mislim, da bo to taka recesija, kot je bila, ne vem, kriza leta 32, ko so ljudje niso imeli za kruh. Ne bodo te mere, ne bomo pa malo manj razvajeni, kot smo zdaj. Zdaj poprečen Evropejci je izjemno razvajeni. Gleda sam na svoje pravice, pa kaj mu pripada, pa kaj mora, pa kaj ne mora, kaj mora država njemu nuditi, pa kaj. Ne, nikoli ne pomisli, kaj pa on da družbi. Ne. Vedno, kaj mora družba meni nuditi. Se pravi, bolj recesija v smislu, kar nas je doletel pred 20, kaj tazga? Bo pa malo hujš. Ja, seveda. Pa kakšni poslovneži se bojo čez okno metali, ampak seveda bo kriza. Ampak kot pravim, ni nujno ta kriza tudi vsem slaba. A pa to recimo neki gospodarstveniki, da ne rečem politika, ki je za to zadolžena, mogoče razume, prepoznava to, ker v končni fazi, že jaz kot laik vem, da je veliko gospodarstva slovenskega vezana pravzaprav na nemško gospodarstvo. Nemško gospodarstvo je pa eno vodilnih na področju. To vejo, samo je zdaj prepozno. Prepozno so se zganili in govorim za nemško gospodarstvo. Našo pa je pač povezano z njimi. Jaz mislim, da podjetniki vejo, da morajo prešaltati, se tudi trudijo, tudi iščejo nove poti in tudi, kot sem rekel, energetska transformacija bo odprla nove poti. Tudi, ne vem, neka tovarna bo propadla, pa jo bojo Kitajci kupili, tako kot Volvo. Volvo je v 100% kitajski lasti, ampak imajo še vedno ljudje delo. Evropa ne bo več to, kot je bila. Evropa bo nekje v nižji status bo imela, ampak mogoče smo malo spustili bolj na realna tla, mogoče bo spet kmečka pamet več veljala, kot pa ne vem, mi smo se tudi zgubili v predpisih. Evropa je skrajno zbirokratizirana in preveč polna predpisov in to onemogoča inovacije, onemogoča razvoj ljudi okosteni in zoža tisto vidno polje. In konkurenčnost in to je slabo. In zdaj je prilika, da se tega znebimo. Jaz res kot pravim, ne delam iz tega panike. Čeprav mogoče, ne boš mogel vsak let iti z letalom na dopust, ne vem na kjer otoke, itak bo tiste otoke poplavili, recimo oni že dobro vejo, oni vejo, te so že zelo glasni, ker se bojijo ti ljudje, da bojo zgubili svoje ozemlje, svoje države. V oceani. Ja, ampak mogoče bomo pač bolj hodili na kriške pode, pa tudi to ni slabo. Tvoji moji starši so hodili. Ja, pa so bili čisto zadovoljni. Mogoče v Dolomite. Kot pravim, nas bo mogoče kriza mal dala na realna tla. Mi smo živeli v neki utopiji, evropski, socialni, nadrastni utopiji. Da smo mi nekaj več, ker smo samo zato, ker smo Evropejci in lahko živimo v popolni, idealni socialni državi. To so podarili. Ker to gospodarstvo, kot ga zdaj imamo, za komplicirano zavozlano med predpise pač ne bo zdržalo. Zgubili smo, tehnološki boj smo že zgubili, to je over, to je konc, tle ne moramo več dobiti. A ni ena izmed gotovosti ravno to, da ni nič gotovosti? Ja, so spremembe. Se pravim, da te spremembe jaz ne vidim nujno kot slabe. Mogoče, tako kot recimo, korona nam je onemogočila potovanja, takrat v tistem času. Smo imeli pa več možnosti, vsaj kadar je bilo majhno odprto, hoditi v hribe. In če si opazil, zdaj zelo veliko mladih ljudi hodi v hribe.
kar je zelo pozitivno. Jaz toliko mladih ljudi, odkar so bili moji starši mladi, toliko mladih ljudi nisi še videl v hribih. In to je resno mladih, od 16 do 25 let. Saj si je opazil, da jih je veliko. Absolutno. In to jaz vidim kot nekaj pozitivnega. Se pravi, v enem negativnem trenutku, kot je bila tista korona in tista izolacija in tiste prepovedi, smo se pa navadili hoditi v hribe. Mladi so se navadili v hribe hoditi pa družiti med sabo. Tako da tudi v tej krizi jaz vidim ogromno priložnosti. Seveda bojo pa tudi negativne posledice, ampak to je zmeri. Kot družba smo itak okostenjeli, stagnirali in tako rabimo en vihar, da gre skozi nas. Ja, in ti pravzaprav vidva to dokazujeta že lep čas, ne? Ja, sem mogoče premalo omenjal vpliv moje žene, no, ker jaz sem z njo posel, alpinizem, pa jasno, to je prepleteno v eno, to ni tako kot kita, ne moreš tega ločiti. A veš, ne bom rekel, da sem zavestno jasno spuščal, ampak imam pa z njo namen narediti tudi podoben pogovor, ker ima tudi vse, kar ste tudi vi, vaša družina in ona konkretno dali skozi posebno zgodbo, ki pač mislim, da če tudi se je že slišala, se more še slišati. Ja, tisti je posebna zgodba. Ker je v končni fazi ravno to, kar tudi ti danes poudarjaš, ta optimizem je nekaj zelo pomembnega, ne? Pravzaprav na kjerkoli v življenju, ne samo v poslu, da ne rečem v hribih, tudi v zasebnem življenju, pravzaprav posebej. No, se tle me ona dopolnjuje, ker je malo bolj optimistično plat gledana. Jaz sem včasih malo pesimističen. Jaz te rečem, da sem realist. Ne? Realist s podatki je pesimist. Ampak ni vedno dobro, ker včasih nikoli nimaš vseh podatkov. Tako da tle me ona sigurno spodbuja tudi pri, ne vem, po moje končala obdobje mojega mačizma leta 94, ko sem jaz tu v tem desnem, v Tamarju obrnil slapu, zato ker je bil pač slab let, navil me je, tekel je po meni in se spustil na enem lednem vijaku in rekel, greva domov. Ne? Čisto odločno, tako kot moški pove svoje soplezavke, mi dva greva domov. Pa se je uprla in rekla, ne, jaz grem gor, pa bom to splezala. Ne? Sem to gledal kot nezemeljsko čudo, ampak je šla pa je splezala. In sem jaz to gotovo, da tudi v alpinizmu je treba malo drugače gledati na stvari, no, da tisti, mislim, so tudi ženske nekaj posebnega, pa imajo svoj power, ki ga mi nimamo. Ja. In odločnost in ona gre. Kao vijaka pa že ne bo pustila, ne. Ja. Ker je bil to res vijak iz Francije. No, ampak zanimivo, ne, pravzaprav imam jaz skoraj copy-paste zgodbo, sicer drugo okolje, ne, sva plezala v Mojstrovki tole veliko zajedo levo od stebra Revežev na Petka. Joj, zdaj se moram posuti s pepelom, sem pozabil, kako se smeri ime. Ampak skratka, plezala sva, prvi del je bil dosti enostaven, preden sva prišla pod zajedo, z Majo sva to plezala, ne, z mojo ženo. In še mačkrat sva bila tako, bom rekel, šabna, to pa midva ob 12 že dol, kva pa popoldne delala. Potem sva pa prišla v to zajedo, je bil pa pač nek, bom rekel, vremensko, klimatsko, situacijski fenomen, da se je noter nabrala vlaga in je bila popolnoma tista zajeda, popolnoma premočena. Kot bi jo, bom rekel, nascal iz ene orenk nevihte. In zarijeva noter, opremljen tako, skala tako, splezava 2 raztežaja in se je meni zdel tako nevaren, sva rekla, Maja, to pa je konc, to gre pa midva dol, ne, in potem je Maja rekla, to zdaj misliš ti celo steno dol se spuščati po vrvi, ne, ni šans, je rekla, tole me je zarila. In to je bil en redkih raztežajev, ki je bilo mene toliko strah, ker še zdaj ne vem, če sem prav, da sem jo pustil, gledal sem kar v tla, ker sem sam čakal, da bo predsmoknila, pa sem šel še jaz en raztežaj, skratka sva zlezla ven tisti in na vrh Maja je šla v solze, jaz pa se mi je pa tako olajšanje sem doživel, ker ne vem, če sem ga
Jaz veš, jasno, Prej in Maja pol. sta si v enih stvarih malo podobni. Ne? Obe sta optimistični, pa obe sta izjemno trmasti, če je treba Ja, tisti skrajna trma. Tako da drži, to pomaga. drži, Tudi pomaga. tako moram reči, no, da me je Jasna vedno suportirala, recimo vedno sva kot par, ne? Tudi pri, Ja. tako v hribih kot pri elektromobilnosti, vedno sva bila nek par. Čeprav seveda sem veliko smeri plezal tudi sama, ona pa veliko v ženskih navezah, to je bilo ravno v nekem času, ko je bil mačizem še mogoče malo bolj živ, pa je hotela dokazati, da ne rabi vedno mene zraven. Je bila pa tudi, to bi še rad slišal mačka, ne? Nekaj si prej omenil spor s Teslo in zdaj, ki si jasno omenil, ne? Ona je bila tudi vedno tvoja, ali pa večinoma, saj kakor jaz vem, soveznica na vajinih rejlih, ki ste jih udeleževala z vajinim električnimi vozili in ko ste v bistvu tekmovali. Ne? Ker tudi Ja, tam v bistvu sta- vedno je bila kopilot, navigator, kopilot, enkrat sva zamenjala, pa je bilo zelo slabo. Ne? Ja. Tudi jaz sem bil slab Pa navigator. ne zato, ker je ona slabo vozila. Ali zato, ker si ti slabo navigiral. Nisva bila dorasla v zamenjanju vloge. Okej. No, tako bom rekel. Pustimo tako. Ja. Pa na tistem, ki je bil edini bolj hitrostni rejli Monte Carlo, tam sem imel francoskega kopilota. Ker je bila jasna support, tehnični support, pač ne, polnilce vozila okoli. Drugače sem imel pa francoskega kopilota, ker na teh hitrostnih preizkušnjah najslabo rata na ovinkih. Mora ona voziti, no, če je sopotnica, to ni dobro. In kako je prišlo do neke zmage na nekem relju, prav v Monte Carlo? Ja, tisti smo imeli malo naštudirano. No, res, jaz sem šel en let prej že in sem videl, kaj je treba, da se je prilika za zmago, dokler Tesla ne pripelje modela S. In 2013 sem vedel, da to je leto, to je tako kot pri kakšni smeri. Ne. Če ne greš to leto, ti ga bo nekdo vzel. In sem vedel, okej. zdaj je treba in smo tudi res vse moči napeli, pa to spet ni bila samo moja zmaga, to je bila moja zmaga cele ekipe. Takrat je že bil Metron, pa še en par ljudi, ki so čist hobistično pomagali, da smo najeli eno hišo, pa ne v Monte Carlo, ampak sam čez mejo, ker je bila takoj cenejša, če je bila čez mejo. Najdel sem francoskega kopilota, to pa zaradi tega, ker rabaš nekoga, ki je to že velikrat vozil to progo in ti narediti road map, tako je treba. Pa v primeru zmage so mi tudi prej povedali, da je zelo dobro, da je Francoz zraven, ker drugače že nekaj naredijo, Da Slovenci. Ja, že nekaj naredijo. No, saj nas so tudi pol na koncu pokazali kot francosko ekipo. Tako. Ja. Okay. Kako je bilo pa s tem neuradnim svetovnim rekordom, ki ste ga dosegla? Ja, tisti je bila Kaj pa pa, je to zgodba zadaj? to je bila najprej sva šla Bled Dubrovnik, brez polnjenja, zato da dokaževa, predvsem sva se takrat borila proti nemškemu avtomobilskemu lobiju, ki je trdil, da domet več kot 200 km ni možen. Ampak to je bilo v času, ko so Tesle mirno vozile 350-400 km. So oni to trdili. Bila sva celo na enih demonstracijah, ko smo s Teslami, mi dva takrat nisva imela Tesle, sva z najnim predelanim avtom, smo vozili okoli Bundestaga, ker noter je bila gospa Merkel, pa nemški voditelji, šefi uprav nemške avtoindustrije, mislim, da je bil najmlajši 70 let star, so bili malo starejše osebe in oni so takrat dali, to je bilo 2015, skupno mnenje, da električni avto še ni zrel. In tle je tista krivda, ker več kot 200 km ne more narediti. Nemški vozniki Tesla, to je bilo par sto nemških voznikov, so bili pa čisti sebe. Kako lahko to trdijo in so se v znak protesta smo najprej obkolili Bundestag. Potem so prišli pa policaji v oklepih. Da ne bi mislili, da so sam pri nas oni policaji, ki so kaželovaki, ninja želve. In so nismo bili nič nasilni. In so povedali, da mi tam ne smemo stati. Pa smo se pa 20 ur okoli vozili. To je bil protest proti laži, ki se je tam širila po tistem Bundestagu. Popolnoma laž, totalna laž. Ja, takrat je bila Jasna tudi z mano in takrat sva šla delati, pa, ker je bil ta vožnja Bled Dubrovnik je bila zelo odmevna v Sloveniji, pa na Hrvaškem, pa prav nič v zahodni Evropi, ki jih tako ne briga. Sva takrat delala isto tako vožnjo, sam še več kilometrov, pa z višjo povprečno hitrostjo, od Berlina do Karlsruheja. Iz gore dole pač po Nemčiji, neki po avtocestah, neki po mestih, ker smo se morali tudi po mestih ustavljati. Skupna, ta povprečna je bila 72 na uro, ampak smo doskrat tudi stali, ali pa čist počas vozil, več kot 110 pa nisem vozil po avtocesti, to priznam. Ampak smo naredili 824 km brez polnjenja. Je bil to takrat svetovni rekord. Kdaj je to bilo? 2015. Zakaj pa je neuraden?
Je zato, ker nisva za Guinnessovo knjigo moraš ne vem kaj imeti. Tle je bil sicer en ameriški novinar zraven, ki je ves čas snemal, nisva šle pa po tistih postopkih, ki bi jih morali. A pa je bilo kaj odziva na to? Je bil odziv, ampak spet samo pri teh... Tazga stežo, recimo. Ne, ni bilo. Bolj pri medtem, takrat je bila elektromobilnost ena svoja skupnost. Medtem, ko recimo nemški Male nam je dal motor in krmilnik za ta avto, ki so ga sicer naredili v Iskri, v Novi Gorici, bivši Iskri, po elektriki. To sva zastonj dobila, pa še sponzorirali so naju. Potem sva pa prosila, sva dala pravico Maleju, da uporabi vse to za svojo reklamo, pa niso hoteli, so rekli, da ni čas zrel za to. Nič, oni sploh niso tega objavili. Novogoričani, ja, ampak da glavni Male pa ne. Tako da jaz valim krivdo na šefe uprav nemške avtoindustrije za katastrofo, ki prihaja. Oni so krivi. Oni so bili opozorjeni, pa niso hoteli vedeti. Je pa v olajševalno okoliščinem pa štejem, da so bili res stari, no, da sem jaz mladec proti njim. Mislim, star človek, zato je važno tudi firme, da imajo tudi mlade ljudi zraven, pa alpinizem tudi, ne, vedno moraš imeti tudi mlade, ne moraš ti samo, ni starci ne morajo vsem odločati, pa je fajn, da ima starega človeka zraven zaradi izkušenj, ker je več videl, kaj se je zgodilo, ampak rabaš kvalitetno okolje, je tisto, kjer so stari in mladi in tle midva tudi uživava na Ferajnu, ker smo stari in mladi. Ne, in gremo skupaj na turo ali pa na tabor, pa imaš te 18-letnike, pa to in je res super, je to, da si sposoben komunicirati z mladimi. Pa pridemo spet do nekega ravnovesja. Ne? Ja, do ravnovesja pridemo. No, alpinizem nam je veliko dal, moram reči. Dal nam je in to, kar sem ravnokar rekel, dal nam je to, da nisva panična v kritičnih situacijah, ker je pač v alpinizmu vedno obstajala kakšna bolj kritična situacija kot v navadnem življenju. Ne? Tista, ko ti gre za glavo. Tako da, ne, ko plas gre po metra mimo tebe ali pa kaj takega, in nisi glih paničen pol v enih takih življenjskih zadevah. Ja, se kar umiriš. Potem pa še fejs premisliti, kako naprej. Ne? Tako je. Kako se rešiti stvari. Tako da glede tega, ja, hvala, da naj jo je Nataša spravila takrat v alpinizem. No, hvala, ne v Nataša. golf. Ne v golf ali pa tenis ali kaj takega, ker nama je manj, mislim, da je manj. Ta šport je zahteven ali pa, ne vem, je tudi tvegan, priznam. Tudi ne vem, če sem čisto siguren, če bi bil vesel, da se vnuki s tem ukvarjajo, otroci in tako se. Ne moram več spremeniti, ampak najbrž se bojo. No. Je pa res, da je alpinizem zdaj bolj varen, kot je bil, da se tudi poudarja varnost, včasih je pa bolj drznost poudarjala, to se je zelo spremenilo. Zdaj se, recimo, zdaj ima, bom rekel, ključna sprememba je, da je težavnost bolj cenjena kot pa drznost. Ne, če si zdaj, če preveč tvegaš, ti rečejo, da si malo nor. Včasih je bilo pa, ko sva začela, je bila pa večji poudarek še na drznosti. Bi se strinjal, ampak mogoče bi pa pravzaprav tukaj uporabil tvoje besede, ne, in tvojo razmišljanje, da tudi tu, ne, konkretno recimo s tvojimi vnuki ali pa s komorkoli, ki se loteva z nekim optimizmom, ne, skratka konkretno pri alpinizmu, z nekim ustreznim mentorstvom, z nekim ustreznim usposabljanjem. Vsekakor, fanta, nimata šans, da bosta plezala brez alpinistične šole. Niti slučajno ne. Ja, da čim bolj zmanjšaš to nevarnost. Ampak dedi, ti pa si. Lej, jaz bom tako rekel, ne, to je bila v bistvu najna napaka. Ne, jaz se ne hvalim s tem. Ja. Ampak priznam, tako je bilo, ni bilo prav, ne bi ponavljala. Alpinistična šola je ključna za neko varno gibanje v gorah. Jaz mislim, da ni slabo, tudi če si samo planinc, če narediš začetno alpinistično šolo. Da je to zelo pozitivno. Ti veliko da, pa te ture, to je ful enih tur. To je enih ur, ki jih v to zabijaš in potem razume zadeve. Toč gorsko okolje se tudi hipno spremeni. Tega sam s filmi pa z YouTubeom ne moreš razumeti. Ne. Te hipne spremeni, pa ne vem, imaš sneg, ki je fajn, mehek, sam šibaš gor, ne. Pa hočeš pa dol, je pa v senci, pa rata zmrznen in trd. Sej ni naključje, da alpinistka postaneta lahko pravzaprav tam nekje pri 5 letih, ne, resnega ukvarjanja s to dejavnostjo v okviru alpinistične šole, v okviru nekega odseka in v okviru nekega nadzora in mentorstva. Ne.
takrat po 5 letih nabereš toliko nekih izkušenj, ne, in znanja, da približno recimo lahko razumeš, da prideš do te stopnje, da si lahko Saj si tudi samostojen. ima človek tudi en dober občutek, če je mentor. Veš, vidiš pri enih tečajnikih, ki se vpišejo, ne, da so nevarni sami sebi. In pol, ko si jim mentor, pa jim mal, ne vem, na tak soft način jim prikažeš ene stvari, vidiš, kako se spreminjajo, kako postajajo varnejši v gorah in si vesel, da se nekdo brez veze ne ubije. Drži. In bova rekla še, da koliko pravzaprav pomembni za alpinistično šolo so pa alpinistični odseki. In bi dodal še živi alpinistični odseki. Ne. Po domač povem, da se dogaja ob četrtkih, pa ne samo četrtkih, da so skupne ture, ne, da je življenje na odseku. Ne. Ja, si sem rekel, da nama odsek tudi daje nekaj, ne samo mi dva odsekov, tudi odsek nama da in tudi v privatnem življenju nama pomagajo izkušnje iz odseka. Recimo, čisto konkretno bom rekel, v firmi, ko imaš opravka z zaposlenimi, ki so trenutno vsi bistveno mlajši, lahko uporabljam izkušnje iz alpinističnega odseka, ne, ki so tudi, večinoma so mlajši, ampak niso vsi tečajniki. Ne. Eni celo bistveno bolj plezajo od naju, to je treba priznati. Mladi, ki napredujejo, te hitro prehitijo. Ne. Absolutno. In te izkušnje se da lepo prenašati. In te izkušnje vidva prenašata zdaj že lep čas na odseku, v vajini firmi, na mladino, ki jo imata zaposleno, ki bodo verjetno nekoč tudi mogoče prevzemali neke odgovornosti, ne nazadnje pa prenašata zdaj že neke življenjske modrosti in neke vizije življenjske tudi na vnuke, pa verjetno še na marsikoga. In za vse to, tudi vsaj ta alpinistični del, Andrej, bom rekel hvala. Pa upam, da boš ostal, pa da bosta z Jasno ostala na tej svoji vajeni črti in upam, da se bosta pojavljala še več v medijih, da bosta še večkrat slišana, ker toliko pozitivnih zgodb delita in jih podajata družbi in te zgodbe enostavno se mi zdi, oziroma celo upam reči, da vem, da jih rabimo. Ta pozitivizem z nekim konkretnim zgledom vzadi, pravzaprav to je nekaj največ, kar lahko dobimo. Saj se moram jaz tudi alpinizmu zahvaliti. Nama je veliko dal. Razen tisti prvo leto, dve, ko sva v bistvu s tisto napako plezala, da nisva delala šole, ko sva tvegala, tisto ni bilo fajn. Bilo je tvegano in ni bilo fajn. Od takrat naprej potem je bil pa alpinizem, bom rekel, en sam užitek ves čas. In tako verjamem, da bo še v prihodnje. Jaz očitno bom pa mogel tudi pri sebi tole svojo nevednost spreobrniti in očitno tudi nekaj na lastni psihologiji narediti in razmisliti, kako se lotiti svoje lastne mobilnosti. Zagotovo si mi pa majčkeno pripomogel k temu in še enkrat hvala, Andrej. Hvala tudi tebi.